Drage dame in gospodje, dragi gledalci in gledalke, dobrodošli v 28. epizodi Zasliševalnico in danes je z mano ena posebna gostja, taka odštekana na svoj način, je podjetnica, je influencerka, je mama dveh nemških špicov, je magistra tržnega komuniciranja in je tudi bivša spustašica downhillu, ki je presedlala v freeride in zdaj tam kraljuje in dela neverjetne stvari. Tako da, drage dame in gospodje, z mano je Špela Horvat! Špelči, Živa. Kepco, dobrodošla v Zasliševalnici. Cala? Poznava se že ful dolg, dajva reči. Ja. In nikoli te pa še nisem toliko spoznal in sem rekel, ajde, prid noter, ker si zaslužiš, ker mi je hudo, da te predstavim publiki, kva delaš, na kakšen način haraš in se mi zdi, da je lepo, da poveš svojo zgodbo. Kaj ti praviš? Ja, hvala. Mislim, jaz to skoraj tako že gledam, da glede na to, koliko časa se poznamo, mislim, da sem zadnjič gledala na Facebooku, nek memory mi je ven vrgel in je bila pač letnica 2009 Buzet in smo bili na sliki jaz, ti pa Wolf, pa mislim, da še Medvešček. A je bil Medvešček pisa takrat? A res? Pa Zupanc in sem se rekla, le to je stari. Hudo, to mi sliko mi pa probala najdeti. Bom. Jaz se sam spomnim, da sem imela takrat enega turkiznega Furiousa, rdečo čelado, Oakley, a je bilo? Ja, Furiousa sem imela na 40-ki. Na 40-ki, tako. No, vidiš. To je bil moj prvi tak. Delala sem cel poletje v avtopralnici, ki mi je fotor zrihtal šiht, takrat pri 16 letih, da sem si lahko kupila svoj prvi DH-bike. No, se dokaj bova še prišla. Ne vem, koliko si je gledala tele moje mini oddaje. Jaz sem vedno malo blesava vprašanja na začetku, pogreva pa noter vate, ker me tudi mene zanima, kljub temu, da se dolgo spoznava. Ne vem zdaj prav kako so začetki, kdo te je navdušil in tako me hočem zvedeti in bova prišla na to. Zdaj pa takole, kratko vprašanje, Špelči, odgovor ti fenom, glej, tam se zdaj videl, da ful veliko rejvaš, ne? In zdaj me zanima kar takole, da mi povej, kva najraje poslušaš? Tehno. Tehno? Od kje to, šla si čez več žanrov skozi svojo kariero, je to možno? V bistvu ja, jaz sem poslušala marsikaj, čeprav moram reči, da mi je elektronka bila blizu od otroštva. Okay. Jaz sem v bistvu živo se spomnim kot otrok, sem na polno doma skakala po takmu tabureju, ki smo ga imeli na Prodigy, to je bil tako moj najljubši CD. Samo 4 komadi so bili gor, pa Firestarter pa to. Ja. In potem ful rada se spomnim, ful se spomnim takrat, ko je bil cajt Radio Salomon v Ljubljani, DJ Time, Špageti Unc in Day on the Mic, tisti, ki so Ljubljančani, pa ki so Salomon poslušali, bodo vedeli, o čem govorim. Tako da v bistvu sem bila za elektronko tako cel življenje že. Sploh tam nekako v srednji šoli 2010 je prišel ven, tako smo se navdušali poleg vsega za hardstyle. Okay. In je bilo tako, prišel je ven White Sensation, Climax in vse tako. Tako da me pač elektronka spremlja od nekdaj. Nažalost za Ambasado Gavioli sem bila premlada, tako da Ambasade nisem doživela. Ampak ja, v bistvu je pa tako, pač ker je bila ta scena zelo vedno underground, tako pač nisi mogel iti na to sceno v Ljubljani in nekaj ful žurati kot mladoletni. Ja. Ker v Ljubljani si imel pač, če si hotel kot mladoletnik žurati, samo dve opcije. In to je bil ali nek hip-hop ali pa narodna, se pravi, ali pa Balkan. Pa R&B. Pa R&B. No, in pa je bilo dejansko tako, ne? Če si hotel imeti družbo, če si hotel iti ven žurati, ti ni prostal drugega, kakor ali iti na Balkan, ali iti pa na R&B, ali pa na hip-hop, ali pa na neki. In tako bom rekla, da sem se prilagajala malo trendom, ampak v ozadju sem pa vedno gojila ful velik passion do trše muzike. Zdaj, ali elektronka sploh, ali je bila to elektronka, ali je bil to nek metal, metalcore, rock. Trša muzika, praviš. Trša muzika. Ej, da mi povej, hard ali kar hard. Jaz to, na primer, ne morem. A moraš biti na nečem ali lahko prosto po Prešernu se giblješ na ti? Mislim, roko na srce, hardstyle ni hard.
Kaj pa je harder than hardstyle? Pač hardstyle je festivalska muzika. A ne. To je tako. To je, bom rekla, hardstyle je vstopna točka na bolj, na trše zadeve. Še trše. Na trše zadeve, ki obstajajo potem v elektroniki, a ne. Pa gremo tehno, hard tehno, šranc, geber, bočka in tako naprej. In zdaj prvi komad, ki ti pade na pamet, ki si lahko gledalci pogledajo, na kaj te tripa možgan, je kva? Ugus, So Alive. Ne bom se delal, da poznam, si ga bom pa zavrtel. In ga prelagam zdaj. Špelči, fit modelka, trenira skozi, si v športu dolg cajta, kaj pa ti najraje ješ, mi povej? Pašto. Pašto? Ja. S čim? Z vsem. No, tisoč in en način. Ja, jaz sem ful velika ljubiteljica italijanske kuhinje. Odlično. Zdravo, veliko ogljikovih hidratov. Probam zmešati. Aha. Probam zmešati, zdaj priznam, rada bi shujšala kakšne 2-3 kile mogoče. Moraš shujšati, praviš. Mislim, moram shujšati, ne, rada bi. Čemu? Ja, ne vem, da bom pač malo bolj rib. A rib bi bil? Mislim, lahko bi zmanjšala malo procent maščobe, ampak bom rekla tako. Nisem spet ena tistih, ki bi bila pripravljena se pa zdaj res odreči čisto samo zato, da bom, ne vem, Zgledala. da bom tiste 2-3 kile, da bom sama sebi zadovoljna v špeglu. Je treba v lifeu tudi uživati. Ja, definitivno. Odlično. Ej, kaj ti je najbolj najetra v lifeu? Ta je pa težka. Ja. Kaj mi gre najbolj najetra v lifeu? Kaj te pogreje? Stres. Stres? Ja. Upisala tega odgovora pa še nisem dobil. Stres in to tako vsakdanji, se pravi, vsakdanji tempo življenja, ta tempo življenja, ki ga živimo, skozi se nam nekaj mudi, milijon stvari imamo za opraviti. Ta v bistvu nekako, ta trend po, da moraš biti skozi produktiven, da moraš skozi hustlati, recimo. To mi gre ful na jedra. Kje je meja, misliš? Mislim, ja, meja je, da je sigurno tam, da če tega, recimo, da si ti 24/7 skozi produktiven in da tudi, recimo, ko imaš tisti majhen zasebnega časa za sebe, da v bistvu tudi ta čas ponucaš za to, da si produktiven. Pač da tudi ti, ko vse naloge opraviš, pa imaš, ne vem, zdaj si pa frej, ampak ti urna glava reče, ne, treba je še nekaj najti za delati, zato da si skozi produktiven, zato da pač vsak trenutek, ki si živ v tem življenju, ki ga preživiš, da je v bistvu ustvarjaš neko dodano vrednost. In ta kultura se mi zdi blazno toksik trenutno. Ampak dejansko si ti našponana kar v tem tempu, ker počneš zelo veliko stvari, vse do tega boš še prišla, ampak imaš veliko na sebi, dajva reči. Jaz sem imela sploh s tem ful problem, se pravi s hustle kulturo, ker... Hustle kultura, všeč mi je. Ja, hustle kultura, se pravi to, da si obseden s produktivnostjo, da moraš vsak trenutek svojega življenja, karkoli delaš, biti za nekaj produktiven. In, jaz sem imela s tem ful težav, ker pač pri meni je tako, da so se dnevi zaključili, ne vem, ura je bila 10 zvečer, jaz sem bila pa še kar tornado, tako, še kar tako napolno na obratih delala, ne vem, komp, tretje. Ja, ali pa ne vem, danes pa nisem šla na trening, pa sem bila pol ob 11 v gymu, ker Bog ne daj, da A bi se slabo počutila, če ne bi šla? Ja. Bi bilo tako, ne? Ja. Ok, no se tudi do tega bo še prišla pol naprej. Povej mi najljubšo progo zate v Sloveniji in v tujini. V Sloveniji in v tujini? Ta je tudi kar težka. Ja, zdajle, na primer, ker si freeriderka. Pustimo spustaške vode, to zdaj šlo, dele, trenutno kje najbolj uživaš? Na moji lastni liniji. Na tvoji lastni liniji? Kje imaš pa lastno linijo, če se vprašaš? Cukrca, Rocket Line. Rocket Line, je prav tvoj line gor? To je moj signature line, ja. Da smo ga naredili za Rocket Jam. Hudo. Nisem vedel, da je prav signature line zdaj to. Ja, to je prav Rocket Line. In zdaj boš imela vsak let to?
Ja, zdaj za naslednje, se pravi Rocket Jam 2026 bo. Hudo. Imamo pač pripravljamo, bomo v bistvu skoke še večje naredili, The best. tako da gremo, we're going up, we're going bigger. Za sabo imam res ful dobro buildersko ekipo, ki ji 100% zaupam. Zdaj pač, ker imam jaz v bistvu ves ostal del organizacije, česa ne priznam, da pač ful časa za lopato nimam. Možeš delati ne zmanjka. Ne delam, z vsemi ostalimi stvarmi mi dela res ne zmanjka, tako da, ampak kar se pa builda tiče, pa res, pa v bistvu nisem jaz ta glavna, no. 100% zaupam Juretu pa Blažu. Tudi to bo še povedala. Ej, če bi lahko izbrala eno super moč, katera bi to bila? Letenje. Letenje? Hudo. Del tega že imaš skoraj malo. Mislim, to je ful tako. Meni se je od otroštva, fulkrat sem imela ene in iste sanje in to, da letim. Okay. In to se mi še danes. Fulkrat se mi sanja in po moje to je najbolj pogosta sanja, ki jih imam, da letim. Pa ful trzneš, ko se zbudiš. Ja, ali pa ne vem, zbudim se, ali pa trznem kaj, ko pristanem, ali pa ko padem. Recimo, ko pač nekaj strmo glava, ampak tako vedno mi je bilo tisto. Ful sem imela sanje tako, da sem imela to moč, da bi lahko, ne vem, z letom prepotovala večje razdalje sama. Se pravi, da ne bi rabila iti na avion, da bi bilo v bistvu tako čist kot ptič. Si odrinila pa šla. Kot ptič, ja, da bi v bistvu zamahala z rokami in pač šla. Ne. Glede na poškodbe bi rekel, da mogoče bi izbrala super moč, da si nezljubljiva. Mislim, ja, to ne bi bilo bed, ne. Sam bom jaz rekla tako, tudi če si nezlomljiv, pač to še ne pomeni, pač, da ti bo to prineslo tisto, kar bi hotel. Bravo. Ej, ena stvar na kolesu, ki ti je najljubša. Kaj rada pogledaš na bajku? Vilo. Vilo, Ja, Zdaj imaš kaj? Dorado. Krasna. Vrhunska. Opiši jo. The future. The future. Ja, prihodnost. Prihodnost, res. Pa sami so že od nekdaj na tej upside down platformi, ne? V bistvu je ful tako. Jaz sem bila pač celo svojo kariero do letošnje sezone sem vozila na Fox 40. Vem. In v bistvu nisem poznala drugega in tudi tako je, pač se veš, kako je. Pač Fox 40 je pač top of the top, kar lahko imaš, ne, in si težko predstavljaš, da recimo, da bo en tok, bom rekla, underdog brand, kakor Manitou je, da lahko sploh proizvede nekaj boljšega. Ampak, ko enkrat greš na upside down vilo, se pravi na inverted vilo, kot je Dorado, to se ti čist drug svet odpre. Pač ne moreš verjeti, kakšna razlika je to v furanju. Že tako recimo, ne vem, za one, ki furajo, vlada meni tak primer, ne, če imaš, recimo eno oviro, recimo nek kamen, če se z navadno ovilo, mislim recimo z 40 ali pa z bokserjem, ampak za bokser ne govorila, kakorkoli nisem vozila, ampak 40, če se čez zapeleš, imaš ti feeling, tiste štenge, tisti pritisk, ki ga moraš ti začeti ustvariti, da vila pride v hod. In je tak, ko ti greš čez prepreko, je tak kvadratast občutek. Okay. Ko ti naletiš na prepreko z Dorado, je v bistvu ta prepreka pa čisto gladka. V bistvu se ti zdi ful manjša, kakor v resnici je, ker v bistvu vila nima te začetne štengce in pač enostavno sam požre. Hudo, veš, to moram enkrat probati. Nikoli nisem zares probal. Moram tudi mogoče malo izgled vilice posvojiti, ker je taka malo bolj chunky. Moto je. Ja, moto je. Ja. Pač moto, pač kaj božga, kaj moto. Ja, moram sem ti rekel, jaz rabim to posvojiti, ampak ene bajke mi paše, ene ne paše. Na tvom me lepo zgledam. Pa na Santa Cruzu od Jureca tudi dobro šli. Ker v redu. Mislim, tako je, zdaj smo itak vsi štirje, se pravi naša mehna ekipica, smo itak vsi na Dorado tu. Hudo. Tako da, mislim res, fulkrat me ljudje tudi vprašajo, ja, kaj pa to, gost, pa to. Lej, jaz pa sem prefurala, pa proskakala in kaj. Jaz lahko v tej vili samo dobre stvari rečem. Tudi fulman, mislim, da svojo letos na sezono odprla enkrat. Enkrat v celi sezoni? Ja. Prefurala sta pa kar nekaj? Ja. Vsaka čast, to je dober podatek. In moram res reči, da je tako, pač
jaz sem nad Vilcem navdušena, nad samim performansom, nad tem, pač kako dobro zdrži recimo daljše obdobje brez nekega servisiranja. Pa tudi ko je hidravličen bottom-out, Ja. se pravi, to se ful pozna, ker ti betoniraš Vilcev, a ne, tudi ko je pač čisto skupaj stisnjena, a ne, te pač nekako ne zaštopa, pa ne ostava, ampak Lepo spolzi skozi. skozi in v bistvu ful ti zmanjša. Če si na kakšnem jumpu predolg ali pa karkoli, da te res skrb nabija, a ne vem, bi te lahko ruknili čez balans in ti ta vila res tukaj, ker pač lepo, pač kontrolirano ustav, ti ful odnese tega. No, vse to verjamem, to je hudo, da se tega dela. Vsaj meni. Ja, the best. Ej, še zadnjo vprašanje v tej nizu teh kratkih vprašanj, klišejsko. Če bi se zbudila z milijonom na računu, Ja. kako bi ga porabila? Definitivno bi šla takoj kupiti kakšen stanovanje v Kanadi. V Kanadi. V Kanadi. Se ti si za tja? Ja. Jaz sem resna, pač po letos, ko sva prišla domov, sva tako resno razmišljala, kaj če bi šla midva tako naslednji let, ne vem, za par mesecev gor, pač nekaj delati, ne vem, jaz sem itak dobila ponudbo, da bi šla gor pač part-time coachat za Šendrota, Prav za eno še eno, hudo. ker imam gor pač šolo. Pač šihtov v teh bike shopih, recimo, če Pure hotel šraufati, je tudi pač malo morje, ampak sva pol nekako prišla do zaključka, da se nama ne bo dalo v Kanadi delati. Aha, bi raje sam uživala. Ja. In sva se zdaj odločila, da bova pač sezono v Sloveniji stisnila, pač si nabrala zalogo, pa bova šla pol za 2 meseca v Kanado, pač sam furat. Hudo. Ampak ja, sva pa tudi tako, mislim, ne izključujeva tega, da ne pride dan, ko bova sam šla po vizu in šla čez za dalj časa. Ja. The best. Ok, bomo videli, kaj prihodnost prinese, zdaj pa tako špelči. Zdaj sva pa v jedru tegale intervjuja, pa bova kar začela, ker me dejansko zanima, se pravi, tvoje otroštvo. Da mi povej, odkje da fuck je v tvoj life vletel bike? Moj oče. Oči? Moj oče, ja. Moj oče je v bistvu pač gorsko kolesar, odkar jaz vem zase, se pravi, odkar jaz živim. On je res gorski kolesar pač s srcem in dušo in Hudo. njemu je to isto vse, a ne. Pač to je njemu life in na neki točki, mislim, itak sem mogla z mamico pa z očem vedno, skozi smo na kolesarske dopuste hodili, potem sta me pa skozi silila poganjati na vse te ture, jaz sem se vražila poganjanje. Pač že, Že v osnovi, ja. ja, že kot otrok sem tako, ne, jaz poganjala ne bi. Pa je v bistvu, Koliko je bila to stara pol? Mislim, cel life si ga gledala, kdaj si pa ti v bistvu prvič začutila, ok, posebej jaz to lahko. pred 13-14 letih sem pa v bistvu tako z očem sva šla na Linhartovo, Ja, pač gledati tekmo Furcrossa in Linhartovi. ja, A je bila? ja, bila je, ja. Se spomniš tega? Bike fight? Ne, bike fight. A ja, Furcross. valjda, zdaj se zajebo, fuck. Žiga Knez je Letališka pa dirkal. Linhartova, ja, razumem. Žiga Nekaj, Knez je ja. takrat zmagal, živo se spomnim. Ja, s Petrijem Belim. Ja. Ta prvi, ki je bil v bistvu ta Ja. event. Takrat sem jaz pač prvič videla, sem rekel, wow, fakt, to je pa ful hudo, to bi pa jaz probala. a ne. In je pač oče rekel, ok. In v bistvu sem takrat dobila kolo od mami, ker takrat ženskih koles še ni bilo. Mami je imela pa v bistvu prav dual bike, takrat je. Kjer ga pa je imela to? V bistvu je imela wheelerja. O, res, prav dual bike. Prav dual bike, ja. Hudo, ok. In smo ga potem, mrzoki bomberca je bila gor, ta Ne prva. se debat. Ja. Hudo. In sem pa tisti bike dobila in sem se pač začela voziti na Linhartovo in sem bila potem tam petke in svetke, a ne. In tako sem pač pa začela. Pa sem pa v bistvu začela pri rajdu trenirati, mislim, sem se vpisala v društvo, pa sem pa prvi let Furcross vozila. Pa me pa pot zanesla v Kranjsko goro, kjer sem šla v kamp, v MTB kamp v Stražišarja. Stražišarju. Hudo. Pa je Stražišar takrat rekel, da
Ja, da sem ena kakor najbolj neustrašnih in talentiranih punčk, ki jih je videl in da moram jaz to naprej. Če kako si bila takrat stara? Kdaj je bilo to, katerega leta? To je bilo 2009. 2009. Ja, in tako sem pol v bistvu, se pravi, 1 let sem vozila Forkros, pa sem pa prešaltala na DH, ker sem imela vse na raj. Raj sem se peljala po klancu dol, Te čisto razumem. pa bolj mir je bil. Ja, Pač Forkros je vseeno, pač mogo zbiti malo Ja. tako, a ne. Raf pa. Raf pa. Tvoj uspeh je ful odvisen od večjih dejavnikov, ne samo tebe. Jaz sem pa rada imela mir na progi, rada sem se skoncentrirala pač na progo, na svojo vožnjo in sem pač šla v DH. Je bilo stalno kaj strah, ko si začela, mislim, lušna pupika, lahko ne vidi snežna in pol najina hčerka gre kar v nek perfukten šport, downhilla. Mislim, bilo jih je, itak da jih je bilo strah, ampak nikoli pa ni ta strah prevladal, da me ne bi recimo pustila tega naprej delati. V bistvu sta me podpirala od prvega dneva. Ne. Lepo. Pač ona dva sta z mano prepotovala, sploh pa, ko sem dirkala na mednarodnem nivoju, mi smo prepotovali celo Evropo zaradi vseh mojih dirk, pa so bili to evropski dirkali ali je bil World Cup, pač ona dva sta v bistvu, brez njiju ne bi bila pač kjer sem. Celo hvala oči pa mami. Hvala oči pa mami. Ja. Jo, tako vidiš. Lepo. Ok, se pravi, ok. Linhartova, vesele, fotra spremljaš, Kaderajt, 2009, kamp in pa si že na dirki. Kako ti je bilo? A se kaj spomniš prva dirka, ki si šla? Kako si bila kaj živčna? Kako ti je sploh bilo? Prva moja dirka so bile avče. O jebote. A so bile blatne takrat? Ne, suhe so bile. Suhe? Suhe so bile in to je bilo takrat, ko smo imeli celo live stream, če se spomniš. Ja, v Ciglju dol. Ki je bilo tako na dirki, ne vem, tudi po 200, 250, tako mednarodnih tekmovalcev, pač res tako bom rekla. Tam od 2010 do 2015 so bila res neka zlata leta slovenskega DH-ja, ki je bilo tako res nenormalno konkurence, hude proge. Dokler ni enduro v letu. Dokler ni enduro v letu in zajebuš sceno. Pizda res je bilo. Pizda nas je bilo, veliko nas je bilo. Ful nas je bilo, tako. Pač in moja prva dirka so bile avče. In pač ja, ful sem bila živčna, spomnim se, da nisem mogla niti ne spati, niti nič. In mislim, da še na ta prvi dirki mi smo bili celo skupaj v Unibajti, se spomniš, Blue House. Blue House, ne, Blue House, ja, neka gay bajta. Gay bajta. Ja, gay A se bajta je bila, spomniš ja, se spomnim, kjer pa spomin, to je pa bilo. A so mi slike od lastnika po steni, a ne? Slabo, stari, to je bilo pa Ampak slabo. tako v baročnem stilu. Ja, slabo. Živo se spomnim. Ne vem, skozi si bil ti v sobi. Ne vem, aj možem, da je mogoče gremo v zgodovini. Jaz bila ti z Jurijem takrat, a ne? Ne, da je bila ti z Jurijem. Ne, to je bilo kasneje. Ne, to je bilo pred Jurijem. Pred Jurijem je bilo to. Ja. A je bila ti starimi tam v Blue S House? fotrom. S fotrom? Ne vem, skozi si bil ti v sobi, Ne bom se spomnila. ampak spomnim se, da si mi jo nadposlal tako veliko sliko, Slabo. kjer je bilo tak jezerček, je bil pa mehni nagi angelčki. Ja, mislim, da je bilo spet, ne bom, da jaz tega detajla nimam več, hvala Bogu, ampak Blue House je pa bil z baročnim, to je bilo pa kar slabo. Fida, te slike bi pa probal nekaj imeti. Tako da, ja, v bistvu na prvi dirki sem se nažalost poškodovala, ker sem, v bistvu sem v kvalifikacijah, tako dosti na spodnjem delu proge, ujela tekmovalko pred sabo, mislim, da je bila Naja. To pa zdaj več, kjera Naja. Taka blond je bila, Primorka ena. Sorry, In, Naja. in je ona pred mano nekaj padla in tako glih je bila kompresija in jaz sem se spustila v kompresijo not in sem pač se zabila v njo in sem se tako kucnila na stran in mi je balansa tako probila v roko in mi je zlomila dlančnico. Na prvi dirki. Ja. Ampak te to ni ustavilo, vidiš? Ja, mislim, mene bolj poškodbe bolj težko ustavljajo. Sej, kakšni bi me že za zdaj malo vprašala, ampak le. Ej, Tako ja, mislim, se tudi to bo še prišla, ker nekaj si jih imela. Ampak pa se je pa tvoja pot kako razvila, stari? Kako je bilo, rajd, pa je bila pa do World Cupa, ti si bila že na treku pol 2010,
A že na treku World Cup vozila ti? Ne, nisem. Na treku nisem. Jaz sem prvi World Cup vozila pod energijo na Gamblerju. A kje pa je bilo to? Jaz se pa spomnim. Val di Sole. Na to ja, ampak jaz se pa spomnim ene slike, ali je bilo to iz slovenskega pokala. Vem, da je Zlatko servisiral tvojega treka. To je bil pa Buzet. A tam je bil on? To je bil pa Buzet, ki se mi je vilca ostala. Aha, je bila prav pod šotorom, pa sem mislil, da sem to povezal, ker tistega leta sem imel točno tacega treka. To je bil Jaz sem World Cup takrat tak, vozil. tamle. Ja, Pepita, vzorček, lep. Meni je bil dober. No, zato sem Zebrica. Ja, tako. Hud je bil, ja. Dober. No, jaz sem zato mislil, da že takrat World Cup vozil. Veš, malo imam meglen spomin, tako da te pol se vprašam. Te treki so bili, ja, ker ga tako stisne, je bil kot piksno. Kapiksner. Ampak je pa lahek. Bil je pa lahek, ja. Ej, deva reči tako, nisi najvišja, Ja, a te je to kaj jebal pri downhillu kdaj? ja, doskrat, ja. Doskrat. Že prvo najdete kolo. Ja. Po drugi strani bom tako rekla, hvala Bogu, da se ukvarjam z gorskim kolesarstvom, ker zaenkrat velik brand še naredi naredijo bajke, ki jih jaz lahko furam, ker v veliko drugih profesionalnih športih pač z mojo konstitucijo, višino pač ne bi mogla pač nič narediti. Recimo ne bi mogla se iti atletke, ker imam prekratke noge, ne bi se mogla iti ne košarke, ne odbojke, ne ničesar v bistvu tacga, ne, ker sem pač premajhna. Lahko bi pač nadaljevala, tako kot sem nekako, ki je bil prvotni plan, ne, ker sem šla v bistvu iz smučarskih skokov. A ti si smučarske, smučarske skoke si pa pred tem. Ja, jaz sem šla iz smučarskih skokov v kolesarstvo. To se ti je pa Marija prikazala, ne? Ne, to mogla biti pa skr suha. Ja, pač za smučarske skoke sem bila super, ker sem bila majhna, pa suhcana, pač drobna, lahka sem bila, pač dobro si letel, a ne. Ali pa recimo jockey bi bilo, se pravi jahala bi bilo, a ne, ker je za konja tudi boljše, da si čim lažji. Ampak ja, se pravi, ful majhno je pač število športov, kjer recimo kot pač malo manjša oseba lahko uspešna, kakorkoli se udejstvuješ. En tak šport bi bil recimo tudi kakšen powerlifting, a ne? Power, to sem v bistvu, sploh takrat, ko sem res ful trenirala v fitnessu, takrat bi bila jaz tako, so me dostikrat tudi tako že trenerji vabili v powerlifting, ja. Zato tega, ker sem bila sposobna pač. Na koliko kilaže dvigant koliko? Ja, računi, da sem imela, se pravi, imela sem 47 kil, pa sem bila sposobna deadliftati tam 92, 93. Da se ti zabavati. Žval. Ja. Hudo. Okay. Ampak pač nekako fitness. Jaz sem bila pač od štarta, se pravi, odkar sem šla v kolo, jaz sem bila v kolo preveč zaljubljena, da bi karkoli drugega lahko prišlo. Ampak koliko cajta so pa ti smučarski skoki trajali? V bistvu ne dolg časa, zato ker jaz sem se takrat odločila kot otrok za smučarske skoke, potem se je pa moj oči en dan prikazal na treningu in je rekel, pač ker on je bil profesionalen skakalec in pač hudo poškodbo utrpel na velikanki, takrat Bloudkovi v Planici, v bistvu dvojen zlom stegnenice, spirale. Je bil let pa pol na birglah. Ja. In je rekel, pač ne boš se polomila tako, kot jaz. Aha, ti je on v bistvu malo potegnil. Ja, in v bistvu mi je on mi je vzel smučke in potem, ko sem se polomila na kolesu, a ne, ta drugič, ta tretjič, je rekel, da zdaj pa dosti s tem kolesom, ne, in sem se rekla, veš kaj, oči, smučke sem mi vzel, koleso mi pa ne boš. A prav to se spomniš, da smo rekla? In dobro, da se je to zgodilo, ker poglej, kje si zdaj. A ne? Ej, okej, se pravi, to World Cup potem, ne posti šla, kako pa je bil ta preskok iz Rajdo energijo? V bistvu je bilo ful tako, da sem tam v energiji sem začela v bistvu takrat se je energija imela to v bistvu gravitacijsko sekcijo, ki so bili Perše pa... Zlata doba energije za moj. Zlata doba je Perše, se pravi, Hud, Zlatmar, Habjan. In pač zdela se mi je tako cool ekipca. In sem pa še sodelovala sem veliko takrat za Mitjo Tancikom kot trenerja in sem v bistvu potem na tak način šla v energijo. Hudo.
Ja, v bistvu sem potem v Domžalah trenirala, Mitja je bil moj trener, s fanti smo pol tudi hodili na tekme ven. Kdaj si ti začela brez staršev pol hoditi? V bistvu je ful tako, jaz bi lahko skozi brez staršev hodila, če bi imela koga, ki bi bil pripravljen na tekme v tujino z mano hoditi. Ker jaz sem, tako. ja, v bistvu je bilo tako, da jaz sem hodila s starši sploh po tujini večinoma zato, ker je redko kakšen slovenski tekmovalec sploh hodil voziti, ne vem, evropske pokale, ki so bili stran dalj kot 300 kilometrov. No, pa si kakšni so vozili. Kakšni so vozili, ampak jih je bilo pa tako zelo malo. Pa tudi itak je tako, roko na srce, slovenska deha scena je bila tudi zelo tako, družbe so bile zelo zaključene in zelo zaprte. Ja, To, da si bil Slovenc, to ni kaj prav dosti pomenilo, če je neka ekipa šla, po vsej verjetnosti ni bilo placa zate. Štekam, so se že zmenili pa Ja. malo. Ok. Spraševal sem bolj iz tega vidika, ker jaz, če bi bil oče hčerki, da bi jo pustil v svet s temi šarmantnimi popčki, ki so na sceni, bi bil jaz malo bolj zaščitniški, da bi jaz mogoče hotel, da ne spridijo tamle po kombih pa po fletih. Mislim, veš kako je, mene sta moja dva prvič na priprave na kempu v Španijo poslala pri 17 letih. Sama. Na avion s kolesom pa sem šla. Kjem po Španiji, s kom? Sama v Malago sem šla. Prav sama, ampak s kom si bila tam na pripravah? Ja, v bistvu tja sem šla k Switchback s ekipi, ki je organizirala priprave, pa sem pa tam bila z Pekolom, takrat je bil še Nuke Proof Racing, Chain Reaction, Nuke Proof Racing. To je bilo pa pol kjerga leta, pol, 2. To je bilo, ja, tam 2011, ne, ti veš, da s temi letnicami sem jaz toliko slaba. Ti si tako letnik? 93. Toliko zgodaj si šla kar tja. Tako zgodaj ste manj počeli, zdaj pa če misliš resno voziti, bo pa treba čez zimo na priprave v Španijo. In sta se dogovorila takrat za Switchback s ekipo, z Michaelom. In sta me poslala dol. Živo se spomnim, kako sem v bistvu še v Madridu sama terminal menjala, s kolesom vred in vse. Tako da sem bila zelo zgodaj, ful samostojna. In tako, naučila sem se nekako, naučila sem se skrbeti zase, ja. Se pravi, World Cupi, da mi povej to. Itak oba veva, da je preskok iz slovenske scene oziroma ali pa z AXS scene na World Cup kar heavy. Ja. Kako si imela ti takrat pogled, kaj si hotela doseči, kakšni so bili cilji, pa se ti je to izšlo? Zdaj World Cup preskok sploh recimo, že preskok iz slovenskega pokala v AXS je ful ogromen, ker imaš kar naenkrat ful več konkurence, tempo je čist drug, proga se drugače razvija. Veliko rajderjev je cajta za treninge in manj. Ja, mi smo imeli takrat na evropskih pokalih recimo med 400-500 v Nemčiji, tudi po 600 rajderjev na progi, in včasih si res dobil, ne vem, 3-4 fure. Pol World Cup je pa še ena stopnja, hujši preskok, ker tam je pa proga recimo še za 2 stopnje bolj zahtevna. Cajti za treninge za nas ženske so bili nenormalni, tako ob 8 zjutraj, Z mladinci, ne? Ja, z mladinci in ne vem, potem do popoldne ali pa do 12, do enih, ko smo ti kvalifikacije, je bila proga čisto drugačna, kot takrat, ko si ti vozil, Ful si mogel biti v World Cupu dober v prilagajanju, se pravi improviziranju, prilagajanju vsake fure na trenutno situacijo. In ja, bilo je težko. Ne rečem, da zdaj po moje še huj. Mislim, bi rekel, ja. Zdaj je po moje še huj, ampak tudi takrat je bilo blazno težko. Kot sva rekla, tudi v tujini so bili takrat zlati cajti DH-ja in konkurence ni bilo malo, in
pač cilj na World Cupu je pač bilo priti v finale, se kvalificirati, ker že to, da si se kvalificiral, a ne, sploh pri ženskah je to pomenilo, da si top 20 na svetu. Kar je pač, ne doseže tega glih vsak. Zdaj pa sam, da se opravičujem moji nevednosti, ampak a si prišla v finale? Jaz sem se kvalificirala 2-krat v Mariboru. V Mariboru si prišla top 20, V hudo. Mariboru sem imela najboljši rezultat v svetovnem pokalu in to je bilo 10 mest. Kako bi bila vesela? Ti čisto iskreno, manj kot sem pričakovala, da bom. Kaj si mislila, da boš še više rangirana? Ali Ne, kaj pa? samo enostavno, to je bil pol tudi en od razlogov, zakaj sem jaz nehala Aha, po no, 10 povej. letih. Ker nekaj toliko časa loviš, ker se res matraš, pa to dobiš. Pa ugotoviš, da ta zadoščenje, da ne čutiš tistega veselja, tistega zadoščenja, ki si ga ti pričakoval. Kaj bi rekla, da mogoče je vložek, pa neko tveganje, pa nek sacrifice svojega cajta, na koncu ni od tega rezultata? Ja. sploh? Bi to rekla? Ja, točno to. Mislim, jaz nekaj. To je bilo, da sem jaz do tja prišla, jaz sem dala skozi, vsaj iz mojega vidika, ogromnega matranja, bolečin, poškodb. Recimo, glih takrat, mi smo dirkali takrat tisti Maribor v največjem sranju možna, največjem sranju možna, to je bilo še ta stara deha hosta je bila zgornja, se spomniš unga lesenega dropa. Pa pol v bando levo nogo. Ja, pa pol v bando. No, pod unim dropom so se take luknje naredile, da je ena pač sotekmovalka, ena Nemka, je pristala in je bil sila toliko močna, da je v bistvu izpahnila ramo, Kva? udarila pač s čelado v balanco in razbila vse zobe. A prav tako je bilo? Ja. In to so le, v bistvu vsakič, ko si se spustil, ko si šel na štart, ko si se spustil dol, si stari, jaz upam, da preživim. To je ja, dejansko za psiho zajebana stvar. In pol pač vse, kad daš to skozi in potem pač prideš čez cilj in vidiš pač, ja, prvič, da si v finalu, pa da si 10, tretje pač. Hudo, ne, ampak stari, zato je bilo toliko enega matra in toliko enih solz in toliko enega, ja, stresa, potrebnega, da mi na koncu to ni bilo v redu. In v bistvu 10 let sem lovila nekaj, ki mi na koncu delač od tega, da bi mi dal tak zadoščenje, ki sem ga pričakovala. In to je bil en od glavnih razlogov, da sem se jaz pol tudi pač poslovila. A ti je bilo kaj težko takrat? A veš, ko imaš nek tempo, imaš ritem, imaš ekipo, imaš nek ustaljen life, ki teče, ki si ga navajen, polet furaš, pol je pripravljalno obdobje, pol tempiraš formo, imaš nek zaporedje, ti ni bilo težko pol tega pustiti. A veš kako, nisem se tako, pri meni je bilo tako, da bi jaz iz danes na jutri najavila, ja, zdaj se bom pa upokojila. Ni bilo tako, ne. Pri meni je bilo pač tako, da sem jaz tisti let, ki sem se potem odločila zaključiti, sem v bistvu še vedno mislila, da bom vozila. In V katerem letu zdaj to govorimo? 2022. Ali si toliko cajta še peljala to? Malo pismo, to je pa okej. 2022 sem jaz v bistvu naredila 100% potem switch v freeride. V bistvu je bilo tako, pač imela sem že namen, že sem se spogledovala, da bom tako malo pol delala, a ne? Ker sem v bistvu tam 2021 sezono sem vozila pol že, ampak mi je šlo tudi takrat pač 2021 sem imela ful dobro sezono in sem pač tudi bolj mislila, da bom 2022 isto tako peljala, se pravi, da bom malo na freeride evente hodila, malo bom deha vozila. Ko vse se je bilo to, težko se je pač po toliko cajtu pač posloviti od nečesa. Kaj je to tvoj life? Ja, ampak hvala pa v bistvu tako, da ko je bila prva tekma, to je bilo v bistvu tako, bil je event v Nemčiji, Winterberg Dirt Masters, to je v bistvu
Največji gravity event v Evropi, Dirt Masters ima v bistvu, to je festival. Združil vse discipline mountainbika, tako kar neka nemška varianta Crankworksa, ampak tako nenormalno gledalcev, tako po 50,000 ljudi. Koliko? 50,000? V 3 dneh se ti zamenja 50,000 ljudi. Ok, to je pa huge. Ja, ogromno je. In tam sem bila v bistvu povabljena na 2 eventa, sicer na Vipov, pa še na Deha. In Vipov sem vozila, imela sem se ful dobro, pa Deha sem še zraven, pač trenirala, še vzporedno, se pravi še na progi. Pa je pa prišel dan pač tisk, ker so bile kvalifikacije in tako meni zjutraj, stari meni je bilo, toliko mi je bilo muka ob 7 zjutraj, ne, še bolj zgodil po 7 zjutraj stati, da mi je so pol Treninge že delala. Štok se mi ne daje. Čula sem, kva jaz to sploh še delam. In takrat sem spoznala, da tega nočem več, da nisem več pripravljena vstajati toliko zgodaj zjutraj, zato da tam na štartu, a ne, da ne vem, raj vstanem, takrat, ko morajo biti na štartu, pa pač ne vem, imam slow morning, Pa furaš. pa grem sešnet nek jump. Ok, no to nisem, do tega bova še prišla, mačkaj še ostam v tem, se pravi, najprej me zanima to, če, kako sva rekla, si malo manjša. Začela si na 26 col bajkih, potem pa to šlo na 27, pa je bilo pa na koncu 29. Koliko je to na te vplivalo skozi celo kariero? Pa, ko pa vem, se mi zdi, da pač, ko je šlo na 27, je bilo, no, to moram, kleti zdaj lahko en pač secret povem, ne. Ajde, ustrel. Jaz sem dirkala na Maletu, še preden je bilo to popularno. A smela, kaj pa smela? 27 pa pol 26. A tako si furala? Ne se zdaj bala? Dirkala sem, kljub temu, da UCI takrat tega sploh ni reguliral še. Pa niso sploh pogledali. Moja ta prva V10, se pravi Santa Cruz V10, rdeč, črno-rdeč je bil. Ful sem imela probleme tako na strmih progah, da me je skozi neki kipal čez in je pač pol fotor tem razmišljal, kva bomo naredili, da mene neha čez kipati. In sem rekla, noč motocross bomo naredili. Hudo. In sem imela 27 pa pol spredi in 26 zadaj. In pa v bistvu pa sem šla pa na 27, pa mi je bilo v redu. Eno sezono sem potem sploh kaj te na Vpivot ven prišel, sem vozila tako skoraj celo sezono sem vozila full 29er. Pa tudi nisem imela slabe sezone, ni bilo glih optimalno, sploh pol, ko sem šla na Malet. Ampak tako bom rekla, glede na svojo velikost sem se kar dobro prilagajala tem trendom, no se misli. Hudo, ampak čakaj, da mi povej, Santa Cruz V10, je bil v osnovi 26? 26. Aha, pa ste pol sam sprejelico dali pa 27. Ja. Hudo. Piš smart, tega pa nisem vedela. Ja. Ste že razmišljali malo outside the box. Ja, pač mi smo vedno, jaz sem vedno mogla outside the box razmišljati, mislim, out of the box razmišljati, ker prvič sem bila ne vem koliko let zapored, tako dobesedno najmanjša in najlažja predvsem najmanjša mogoče ne, ampak definitivno najlažja riderka, ne, in to je bil tudi to, ko smo imeli World Cup, pa tune pol, to je bil cel problem. Jaz sem mogla, ne vem, na vsakem World Cupu sem šla tam do Jordija, da mi je posebej tune za progo naredil, pač za mojo kilažo in vse tako. A sploh lahko ti sploh kojla furala? Ja, sem furala kojla. Si furala? Ja. Dobila 300, ja, 300, imela sem vzmeti, pač odvisno od bajka, ampak med 200 pa 350. A med 200 pa 350? Še dobila to, 200, ko si dobila, to je kar težko, mislim, fakt, hudo. Ej, pa me pa še to zanima, se pravi, si imela kdaj mental coaching, si imela kdaj Celo kariero. celo kariero? Ja, jaz v bistvu sem imela ful tako mi se je ta mentalna stran je bila en ogromen del mojega športa, ker v bistvu to je tudi en pol zelo velik razlog, zakaj sem se jaz sploh odločila nehati dirkati na tako visoki ravni. Pri meni je bilo tako, jaz sem imela strašno veliko trem. Tako. Skozi celo kariero? Skozi celo kariero. Nikoli ni bilo boljše. V bistvu je z leti razvajali slabi. Jebeš. Kljub vsem, jaz sem imela v bistvu ves čas redno in športno psihologinjo in se pravi mental coacha,
poznala sem vse tehnike sproščanja, dihalnih vaj, meditacij. Pa si to prakticirala? Prakticirala sem to skozi, ampak moje telo enostavno, imela sem probleme enostavno fizične, kot to, da pač je telo bil skozi v neki paniki, recimo ful sem imela probleme s hrano, z prebavo, slabostjo. Se pa kaj prišlo, bom jaz rekla, do štarta samega, ker sem bila jaz enkrat na progi, sem jaz znala ta stres pač spremeniti v energijo, da sem lahko, se pravi v fokus pa v energijo, ampak ta čakanje do tam me je pa ubil, jaz nisem mogla nič jesti, na WC-ju sem bila vsake 15 minut in to je bil v bistvu po 10 letih tega, ko so se stvari v bistvu, jaz sem tako, pač pretekmovalna trima, bom se navadila. Nikoli se nisem navadila. Samo slabše je bilo skozi. In v bistvu sem na svetovnem prvenstvu v Val di Solu sem doživela paničen napad. To je bilo pa kdaj? Za reprezentanco, kdaj ste imeli to? 2020. 2020, prav panični napad. Paničen napad sem doživela. Da si prav, ta proga je hard. Mislim, tako bom jaz rekla, pač že tako je bilo, jaz sem že tako prišla na, se pravi, na svetovno prvenstvo tako. Ne čisto procentna, imela sem ena poškodba z neko ramo se mi je vlekla. Sicer tako pač nič resnega, ampak pač tisto, kar veš, da nisi. Pa sem v bistvu ful neumno se še nekaj prevrnila, na treningu sem spahnila pavc. Čist bedno? Kar nekaj. Ja. Ampak sem vse pol naprej vozila, živo se spomnim. 1500 mg ibuprofena vsak dan. Pa dan pred finalom je pa ponoči začel še scati. Been there, done that, Val di Sole, ne nočeš tega pač. In jaz sem doživela paničen napad, tako hiperventilacija, puls 180, dihati nisem mogla, čist pač fertik. In sem takrat v bistvu pač toliko sem bila v slabem stanju, da sem odpovedala nastop. Si bi rekla, ne bom šla. Mogoče si bolj naredila. Odpovedala sem nastop, kar je pa potem to, jaz sem nekako vedela, da moram to zase narediti, ampak hkrati sem pa vse potem nosila toliko hud sram, pa toliko hud občutek, da sem razočarala vse familijo, državo, reprezentanco, da me je to res podarilo in sem v bistvu ful potem po temu padla v depresijo. In sem v bistvu 3-4 mesece pač tako, nisem mogla videti bajka. Je bil tak krizen moment v tvojem lifeu? Nisem mogla videti bajka, nisem hotela videti bajka, pa tudi tako, pač res so se mi čudne stvari tudi dogajale. Tako, pač nisem bila okej, no. Ja. In takrat sem se jaz pač odločila, da mogoče pa to, kar se mi dogaja, ni čisto normalno. In sem šla do zdravnika. In je v bistvu potem zdravnica ugotovila, me je pač poslala naprej klinična psihologu pa psihiatru, kjer so v bistvu ugotovili, da imam hudo kronično pač izgorelost. S tem, da to se je kazalo že vmes enkrat, ker sem bila pretrenirana, ker v bistvu sem imela skozi ful visok puls, 2 leti pred tem. Pa konec so pa ugotovili, da sem imela kronično hudo izgorelost, da sem imela v bistvu že hormone, se pravi, glavna 2 hormona, ne, za reguliranje tako dobrega počutja, pa stresa sta dopamin pa serotonin. Okay. In jaz sem imela serotonin skoraj 0. Pač telo mi ga sploh ni delal. In kaj si naredila pol, da se je to spremenilo? Ja, rekla sem mi pač, da nekaj dejstvo, da bom mogla spremeniti način življenja, ker na tak način pač naprej ne bom mogla več živeti. Da so me na tablete, ker so rekli tudi nobena psihoterapija, ne nič, pač dokler imam jaz hormonsko sliko tako slabo, ne bo prijela. Res? In takrat so me dali na tablete, da sem se jaz potem pozdravila, mislim, postavila nazaj. In takrat mi je bilo potem nekako jasno, da pač
moram narediti eno spremembo v življenju, ker to tako pač ne gre naprej. In 22, to sploh ni toliko nazaj. ne. In to je v bistvu en glavnih razlogov, zakaj sem jaz potem zaključila v bistvu bil je glavni razlog, zakaj sem zaključila, se pravi z ambicijami v World Cupu, pač na svetovnih prvenstvih in tako naprej. Heavy, no te zgodbe ni seveda. Če pa zdaj, dodavaš še, zdaj pa ne vem, kako je to, ampak punce imate menstruacije. A imaš tudi tam močne zadeve pa krče, ali vsaj... Ne, vsaj s tem nimam problema. Okej. Neka menstruacija me pa nikoli ni pri tem uvirala. Tako da vsaj tukaj sem imela... Mood swinga tudi nimaš? Mogoče, da si pač ne moreš, da je... Ne, no te pa v redu, da bi še pa to dodala, si pa sploh ne predstavljam. Ne, mislim, Na vse ko me to. seka, lahko, da mogoče, da je sigurno kaj vplivalo pač na moje celotno stanje, ampak nisem opazila, da bi recimo na dan kakšnega PMS-a, ali pa takrat, ko je predmenstrualni sindrom, ali pa na dan menstruacije, da bi imela en performance, ali pa karkoli slabše. Aha, nisi tega pa. Ne. Štekam. Zdaj pa če še malo, da počasi zaključiva ta World Cup, če greva pogledati na tekmovalno kariero do 2022, najlepši spomin, pa predvidevam, da je to najslabši spomin, kar si zdaj upisala. Kaj pa je najlepše pa bilo? Da zaključiva on high note. Ful dobro je bilo zmagati glih takrat, se pravi AXS European Cup v Winterbergu. Okay. Se pravi, sred Nemčije, to je bilo tako res, pač noro, ker si sred Nemčije in nekaj najboljšega je, ko si kot Slovenka, ki se peleš dol po progi, pa vsi Nemci vejo, kdo si, pa se vsi darajo pač tvoj ime, tako da to je ful tak fajn spomin. Na koncu tudi Maribor, kljub temu pač kaj vse je bilo, pa koliko je bilo matranja, da sem prišla do tistega, a ne, je bilo kar hudo pač imeti občutek. Stari, evo, sem bila 10. na svetu tisti dan. Kar v redu, ne? Tako da to je bil kar tako dober občutek, ja. Oče potočil solze pa mama. A sta? Ja, mislim, da sta, ja. Da sta. Da se je končno poklopil. Lahko nekaj povem, ne. Moja mama pa je čisto zelo vesela, da sem jaz nehala zdaj. Verjamem, se ste gledali pa moje celo kariero. Moja pa se ukvarjam s freeridom zdaj, a ne, pa imate veliko lažje to gledate. Hudo, no, evo, in zdaj sva prišla v ta tvoj freeride, v tvojo freeride ljubezen. In zdaj mi povej, kva je kle tako magičnega, da pa špela zasije v polni meri. V bistvu, ne vem, ampak jaz mislim, da je ravno to, da kle pa ni nobenega stresa. Ti imaš pred sabo kar zajetne gepe, Ja, ki moraš pač preskočiti. Če ne, ni dober, če zakejsaš. In tukaj ni tacga stresa. ne, meni ne. Res ne. Le, jaz ti bom tako rekla, se kakšni, a veš, kakšni meni to težko verjamejo ali pa me ne razumejo, ampak noben freeride track, noben freeride line, freeride jump na tem svetu ni težji, kakor se pa sredi enega največjega sranja ali pa snega na World Cupu postaviti na štart Leoganga ali pa Maribora. Pa kaj one shot, one opportunity gremo. Pa tam ni tako, a veš, saj na World Cup progah, se veš, imaš tudi ogromne jumpe. Sam na une jumpe greš ti, ali ščije, ali sneg pada, ali veter piha, ali se imaš dobro, ali se nimaš dobro, pač ti tam moraš iti. Točno takrat, ko ti oni povejo, da moraš iti. Všeč mi, da si tudi tako povedala, da nisi rekla, ima tam veliko jebe pičke, preklinte. A veš, Ne, da poveš tako, kaj je. mislim jaz pač, meni je freeride res tisto, stres free, svoboda, furam v svojemu tempu, skočiti grem takrat, ko se meni zazdi, ko se jaz počutim, zberem si pogoje, v kakšnih bom šla skočiti. Čeprav še vedno imaš nek time gap, ne? Ja, imaš, ampak za evente je to ful tako, pač freeride eventov se itak se jih ne organizira v neprimernih pogojih. To ja, ampak naprimer zdaj jaz kolikor gledam kot laik v freeride svetu, ti imaš naprimer festival. Ja. In ta festival
veš, da boš mogla do tega glavnega sešna to premagati. Ja. In, naprimer, mogoče se ta prvi dan ne počutiš, da greš, ta drugi dan se ne počutiš, da greš, pa samo še 2 dni, pa v bistvu moraš že malo skakati, pa mogoče še ta 3. dan ne počutiš, pa imaš pa že na koncu, a si kdaj dopustiš, da sploh pride do tega ali ne, da te mogoče malo cajt povoz, pa greš pa malo z glavo skozi ali tempiraš kako. Čisto iskreno, to se mi še ni zgodilo, ker jaz ful rada skačem. Jaz tako, pač vedno se prej spravim stvari, vse narediti, preden pride do glavnega, bom rekla, eventa ali pa DD-ja, ko je treba performati. Ker ti moraš itak imeti te stvari performati, sploh če hočeš trike metati. Če hočeš kakršenkoli trik narediti, pač ti moraš biti na tem jumpu comfy. Sweet, ja. Ali pa pač na več jumpih. Ampak ja, v freeridu je tudi tako. Sploh, če govorimo za kakšni eventi, freeride fiesta, ko govorimo res počuhjučsko, tudi tako je. Ti si tja sicer povabljen, ampak ti tam furaš, noben od tebe tam ne pričakuje, da boš ti pa furil cel line. Ker to ni tekmovanje. Ampak ni tako prešel, zdaj smo ji dali možnost, zdaj pa ne gre cele linije. Fak, kurce ogledali. Ne, ni tega, sploh pa tako. Tudi v freeridu je čist drug demeanor, tudi moški ne grejo vsega. Ne grejo? Kje? Misliš, da je pa malo oseben neuspeh? Mislim, sigurno je, ampak se ti pravi, v freeridu je čist drug mindset. Prvo kot prvo, tam ti nimaš tekmecev, tam si family. Pa lahko, čakaj, da pa samo da te preključim, a lahko ti, jaz sem grabil dolg cajt, da sem preklopil, da iz racerja ne pridem, da moram z vsem tekmovati, kaj veš, ko si na vrh hriba, pa se zaženeš, pa vse bomo šli v easy, ja, bomo šli do 3. ovinka v easy, pa sam še prebijaš. Tukaj nimaš tega, kot bivši racer, nimaš tega, da... Ja, valjda, da imam. Malo imaš. Valjda, da imam. Zato pa bom jaz tako rekla, če ne bi tega imela, tudi ne bi v freeridu se pregurala tja, ko sem se. Viš, kako je, ko sem jaz prišla prvi dan v Kanado. To je bilo... Razlaš. Najprej mi je bilo itak tako, vsi so mi govorili, ja, se zdaj bo šla po Kanado, zdaj te bo pa to tam malo prizalido, šila, koliko je tam visok nivo, kao ženskega furanja, pa tega. Ok, ne. Pač kar ono tako malo, ja, boš ti videla, kao, da pač to, kao odfuraš, ni nič kaj tacga, ne. Pridem pol jaz v Kanado in ne. Ja, ta drugi dan, ta prvi slep, ko sem ga, takoj, ko sem 2 Kanačanke, 2 ženske gor zagledala, sem šla jaz tim pokazati, kako se to odpere. Bom jaz to. No. Hodo. In sem šla gor in pa še fotor je bil zadko, a pa moraš, moraš. Ja, pač to je nek to je ogenj od tebe, ki ti ne da, ne? Recimo tudi Jure to pravi, da jaz imam strašno velik problem z egom. A imaš? Ja, ful. Priznaš to? Ja. Javno priznamo, okej. Jaz imam ful probleme z egom, da pač, če sploh ti sa ne, v freeridu, itak nas ni veliko žensk, ki se s tem ukvarja. Ja. Ampak, ko vidiš, ne vem, vidiš nek jump, ne, pa vidiš, ki ga gre ena ženska skoči, neka, tole pa, to pač, če je šla pa ona, šla pa jaz tudi. Pa če crknem. Ampak zdaj je tudi tako, zdaj ni več, niso mi samo še ženske merilo, zdaj vidim kakšne tudi tipe, ki mogoče jih ne spoštujem na tej ravni, ki bi jih mogla polna. Ti veš, kva, če še pa ta skočim, šta pa jaz tu. A res? Ja, in je pač Jure pruno, pa del mir se ti narab, komu staviš ti za dokazovati? Seb. Aha, no vidiš, to imaš pol, no se to me zanima, ne, bravo. To itak pride iz DH-ja, pa tudi tako jaz sem opazila, ta izkušnja, ki jo imam jaz kot pač dolgoletni racer. A veš, jaz, ko se postavim, ko je event, ko je treba performati, ko pač imaš jump, pa pač zapelaš in je treba trike narediti. Meni je to se v mojem svetu se tak event ne more primerjati s tem, kar sem jaz pretrpela na DH-ju na štartih. In meni je to pač... Ja, tega levela stresa kle ni in ne. Ti si dala že marsikaj skozi in ti je to normalno. Ja, in meni je to, in tukaj zdaj res uživam. A veš, tam sem se matrala, pa kri, pa solze, pa vse. Kle pa uživam. Ja, in če se ne počutiš, greš lahko mirno. Mislim, jaz se redko kdaj ne počutim. Štekam. Jaz se redko kdaj ne počutim. Ampak si pa je bil kakšen moment, ko si pa rekla, lej, piha preveč, ne bomo dali. Ja, letošnji flat out. A flat out? Ja, letošnji flat out. Bila sem povabljena na Big Line. Letošnji Big Line je bil ogromen. Ja, huge.
Se pravi, ta prvi jump je bil, mislim, da 28 metrov, ta velik, se pravi po shark finu. V bistvu so imeli ful težave z vremenom, pa z buildom, pa z vsem, ne, in je že tako bilo problem že fante čez spraviti. In tisti dan, ko sem jaz nekako imela na meni vsaj shark jajc skočiti, pa pač mogoče in run narediti na ta prvega, je enostavno toliko pihal, to je bil tisti dan, ki je bil stream, da pač enostavno ni bilo, toliko sicer me je to toliko matralo, toliko me je to bolelo. Sploh pol tista, ne. Na koncu smo itak ostale samo dve ženske, sam jaz pa Gemma Corbera. S tem, da je Gemma Corbera rekla, da če jaz našla tega skočiti, tudi ona ne gre skočiti. Pa sem jaz rekla, a ješ po drugi strani pa tudi tako, ne. Ona je vsem bez neka višji profil riderja, kot sem jaz, v mojem pogledu. In jaz bi prej pričakovala, da bo obratno, se pravi, da bo ona mene čez vlekla. Ne, da ona pričakuje, da bom jaz njo. In takrat pač smo se odločili, da enostavno preveč piha, tudi pač stream pač niso speljali v Tavilki, ker je pač preveč pihal, ampak tam je pa tako Nočeš. tam pa nočeš, da gre kaj narobe. Mislim, da moraš biti 100%. A bi bil, če bi to pofurala tele jumpe na flatoutu, a bi bilo to največji skok v karieri, da si jih pofurala? Jaz mislim, da ja. Zdaj pa koliko, kje si, na katerih cifrah si? Je v tam 20 plus, tam mislim, da 14-25 sam pofurala. Si že? Skočila, ja. Kje pa je bil ta skok? V bistvu Mehika. Mehika? Freeride Fiesta, ja. Fiesta, ne. To je že kar dalina, ne. To je že kar... Ampak se pravim, to je tako meni. Pač jaz ful rada letim. Meni je skakati velike junk panik najboljšega na svetu, a ne, in plus tudi to. Pač odločiš se, kdaj boš šel, si v svojemu zonu, vse narediš v svojemu tempu, ostali je tako, ta freeride familija je tudi tako, če rabiš pomoč, lahko vidno kakšnega highly profile riderja, kakorkoli, veliko božga od sebe vprašaš in vsi ti gladko pomagajo, ni rivalstva. Hudo. Sploh Vsi pa, se pušate. ja, samo progression je, tudi kar se tiče recimo sploh pri ženskah pola, ne. Itak nas je malo, ke se s tem ukvarjamo, a ne, in tudi ženske zelo suportiramo ena drugo, a ne, in pač vemo, da to je, ne tekmujemo, mislim, to je itak ni tekmovanje, Ja. ne gremo ena proti drugi, ampak se zavedamo, da pač, če bomo skupaj pač pušili ta progression, a ne, bomo v bistvu vse napredovali in za vse bo potem nekako to dobro, a ne. Zdaj me tole še povej, okej, najprej mi povej, od žensk, katero rada pogledaš pa rečeš, pisa, ta pa res lepo fura. Kirsten Van Horn. Okej, to zdajle jaz priznam, da ne vem, kdo je, ampak bom preložil zdajle klip njenega furanja. Kaj ti je pri tem njenem stilu to kul? Ja, ona je res stizi. Je. Tako ona je ful stizi, pač pri njej imaš njo, ko vidiš, misliš, da fura dec. A res, no, toliko je huda. Ful je dobra. Ej, od decov pa kdo? Razen Jure. Razen tvoj Meda. Mislim, kle bom ful klišejska. No, ampak kar povej. Ampak jaz sem ful fangirl, Brandon Semenak. A ja, valjda. Popolnoma razumljivo. Bi rekla, da imaš še vedno style. Mislim tako, Brandon Semenak mi je ful, tako, on je meni the god, pač jaz ne vem, ta človek je... Robot. Ma ne vem, če je robot, on je nek superhuman being. Ja, pač karkoli se loti, tip kar vse, od relija, ne vem, pač ne vem, kva je s tem modelom narobe. Ja. Še hujše njega v živo spoznati. Si ga? Ja. Naredila kakšno fura z njim? Ne, fure z njim nisem naredila, ampak spoznala sem ga pri Kromagu. Recimo, enkrat ga tudi ful spoznala je Kurt Sorgi. Okay. Kurt Sorgi pač kanadska legenda, pa Egi. Njih sem vse spoznala v Kanadi, sploh Kurt Sorgi me je pripeljal v Kromagu. A res? On te je prav pripeljal? Ja. Bravo. On me je pripeljal v Kromagu in sicer po lansko leto, se pravi po ta prvem Krenkork Swisslerju, po ta prvem Vip-offu, a ne. Pač bil je tak jump, Hartman je naredil tak jump, da
meni zavipati ni bilo, ker je bila kar dirt kajla, a ne, jaz sem se Dirt kajla, všeč mi je terminologija. Ja, dirt kajla, a ne. Strmo, pa ful luft, pa ful strm land, Bog ne daj, da si bil predolg. Mislim se, ker ima tole ni glih to. Kaj jaz pa vsem, moj stil vipa je vsem tako iz skraba, ker pač izhajam še vedno iz DH-ja, žal. In sem se, ker tole bom jaz vipala brez slabo, pa sem se, ker nič. Pa sta pa zadnja 2 trena, ki sem bila v bistvu kvalifikacijski tren, pa finalen tren sem v bistvu vedno štartala zadnja. Ja? In sem bila pač edina od žensk, ki je pač vrgla suicide, ne. Respekt. In pač the crowd pač je šel čist wild. Ja. In so se me ful zapomnili potem, pa še tako, ker jaz imam tako mal svoj zanimiv stil, ker pač sploh v Kanadi vse furajo tako te baggy cune pa to, a ne, jaz pa pač furam za Fox. Ja. In sem vedno oblečena v te najbolj flashy kite, ponavadi tudi Tani si gre tako roza, res tisto, ne. Pa se je hodilo, da tudi malo iz tega malo ven sijaš, a ni tako? Ja, in me tako pač prav prepoznajo vsi, a ne, in takrat po tem eventu, se pravi, ko smo bili dol v areni, v Boneyardu, je prišel Kurtzorg do mene, da pač, da ful hudo, da pač vidim, da pač imam Krumak komponente že tako gor, ker sta mi Robi pa vid zrihtala. In rekel, daj pridi ti jutri, imamo mit pri Krumagu, daj pridi z mano. Prasko, kvakar, Kurtzorgi, Rampage, legenda. What the fuck is happening? Ja, itak, Kaj se dogaja, veš. In res naslednji dan tako tresoče pridem tja, pa tako na Kurtzorgi, hej, ne. Me pelje not, pač v Krumag, pa tam Semenak. Pa me predstavil tako Semenaku pa Ianu, ki je lastnik Krumaga, pa tako meni, da Semenak roka, pa tako I'm Brandon Semenak, jaz pa I know. Itak, malo, ampak lepo, humble, se je predstavil. Res tisti. Takrat je, v tem trenutku je tako najtežje ostati, najtežje ostati tako ne na polno fangirl. Ja, zelo starstruck. Ja. O moj bog. Ampak te radi tega ful ne marajo, ker oni tebe gledajo na tisti točki isto kot sebe, pač kot fellow riderja in tudi tak odnos jim moš nekako dati. Ja, ni tako, da selfije pokaš, povsod pa izkoriščaš to, da on to zdravo, pa to, kar bi sam rekel, da je spizdiš. A ne? Ja. In tako bolj, ko si normalen, tako vsi te riderji sploh tako, mislim, na Crankworxu, Whistlerju, to je res, tja prideš pa največje zvezde, ki jih sam po filmih vidiš, od Zinka do Ridla, do... Ej, To je, ja. Ne, me pa to zanima, da pa če boš komentirala ali pa ne, to bova videla. Ponavadi kakšni rečejo never met your heroes. A je kdaj, da te je pa, naprimer, kdo razočaral teh legend pa herojev, ki si ga spremljala? Da mogoče se pa ni pokazal za v bistvu toliko modela, kot si mislila, da je. Chaos Seagrave. On? Res? Ja. Kaj bi rekla, nadut model ali kva? Mislim, tako te Angleži, pa tudi ful Evropejcev. Mislim, tako, Evropejci pa Angleži sploh tako mi dajejo en tak, ful bolj so zaprti, kot recimo Kanadčani, Američani. Pa tako, vedno ti je, poznaš jih iz eventov, vidiš jih 100-krat. A veš, pozdraviš se, pa so tako, pa tam sred Kanade tako malo nos vihajo. Pa. A ne se zdaj, ti daš to... Si kar tako, daj model, kaj je s tabo? Čeprav Angleža imaš ti poznanstva, Bernard kar. Ja, ampak z njim so vsi kul. Z njim so kul. Z njim so vsi kul, saj furava za isti brand. No, se to. Ej, da mi pa še to povej, da bo bi tako malo sporednice vlekla. In sicer Jordi ti je nastavljal posebej vilico na World Cupih. Bila si najverjetneje piki pri nastavitvi bajka. Ja. Kako zdaj to kle transformiraš? A skle tudi posedena, kako je bajk nastavljen, ker se pa druge nastavitve pri freeridu, kaj pri downhillu. Kako imaš kle? To bo zdaj tako zelo, bom rekla, mogoče unpopular opinion ali pa ful nekaj nepričakovanega. Ampak zdaj imam odkar mi Jure bajk nastavlja, imam najboljši nastavljen bajk, kakor sem ga kadarkoli imela. Hudo. Stari, kaj je on dobil moj bajk v roke, pa tako sploh, ko smo začeli tako skupaj furati, pa se družiti, pa tako, mislim, malo več, kot ponavadi. Malo več druženja, Ja. okej.
on je meni bajk, že z nastavitvijo, se pravi, tukaj je on meni vse spremenil. Pa ne govorimo zdaj sam o nastavitvi vile, fedra, on je meni vse živo, pač vse živo mi je premetal. Chainstay length. Ne, krajše gonilke. Aha, tako ti da. Krajše gonilke, krajšo fajfo, v bistvu čist direkt fajfo, čist na moto varianto, višjo balanso. On je meni čist spremenil bajk in spravil moj furanje na čist nov level, ki ga, jaz sem samo tako rekla, spoštujem vse, pa sem imela hude mehanike, ki sem jaz od Jordija do Petra Duka, kašraufa za pivo, kašraufa zdajle za pivot, do tega, ki je šraufu... Do Zlajota. Do Zlajota. Jaz verjamem, da če bi jaz imela Jureta v cajtu, ko sem dirkala World Cup, bi se bolj špeljala. Je toliko hud na Ja. mehankar. In tudi zdaj ustvarjate skupno zgodbo, kaj ne? Ja. Zelo lepo, se bomo še prišli do kaj, ampak ja, okej. Pač on ima res, tako bomo se kaj, res. Mogoče je fora pri njemu to, da ne izhaja direkt iz bike industrije, ampak veliko vleče iz motokrosa. Aha. Veliko pač znanja, kakorkoli vleče iz motoindustrije, ker je sam tudi full passionate, tako pač za motorja. In stari res ve, kaj dela, no. No, hudo, daš pa to. In nekaj, ja, škoda, da pač, da nisva že prej prišla, ker po moje bi bila ful boljša riderka, že tako kot tekmovalka. Kako pa da zares nista, ker se pa tudi z njim poznata že kar nekaj časa? Ja, ne vem, ni bilo ta pravga. Ni vaju vesolje združili takrat. Naju vesolje združili. Vsak je imel nekaj tako različne želje v življenju v določenih trenutkih in pač nista prišla skupaj. Ampak važno na koncu ta vidiš. Ja. Zdaj pa še tole, malo freerida še. Kot freeriderki zdaj, kaj ti je ultimate goal? Rampage. Rampage, to sem kar nekako predvideval, da boš izstrelila. Pa dajva reči tistim, ki mogoče ne vejo, kaj je to, zakaj je to ultimate goal. Ja, Rampage je v bistvu krona gorsko-kolesarskega freerida, hujšega eventa, mislim, bolj prestižnega eventa ali pa težjega eventa, za tja prideti ni. In tudi sam proces priti na Rampage je zelo, zelo, zelo dolgotrajen in zelo drag. Okay. Moj cilj je, da naslednjo sezono štartam s tem projektom, ker v bistvu ta projekt zahteva, da jaz v bistvu grem v Utah na lastne stroške. Tam, se pravi, grem na Rampage site, naredim linijo, odfuram, posnamem in se potem v bistvu s tem editom prijavim na High Five event, se pravi na Rampage. S tem, da je še, vsaj kakor sem s puncem govorila, ki so letos not prišle, je še fora, da te ne vzamejo takoj, ampak te vedno en let kasneje. Se pravi, je to proces, ki zna trajati 2-3 leta. In seveda, ne, se pravi, leteti tja z bajki, najdeti neko ekipo, ki ti bo pomagala to zbildati ali pa svojo propeljati, potem nek snemalec, ki bo to posnel, je blazno costly. Sploh za nekoga, mislim, za nas, ki smo iz Evrope, je to sploh zelo konkretno, zelo gajno. Imaš približen cifra že v glavi? Ja, S kje računala? po moje, na tem 10 urjev me bo vsaj ta projekt ziher prišel. Pa je bi zdaj rekla, da imaš sponzorja, da bi te lahko podprli pri tem projektu? Ja. Imaš? No, to je pa hudo. Mislim, jaz sem spet tako rekla, ne, Rampage je spet. Jaz verjamem, da mi bo to ratalo. Jaz verjamem, da bom prišla not. In bom se tega lotila. Če pa ne pridem not, sem pa še vedno bila tam, pa posnela edit. Pa pofurala. Kar je pa hudo. Najbolj ikonične spote, ne? Ja. Ampak jaz verjamem, da lahko pridem not, jaz verjamem, poznam, jaz sem tako rekla, vse punce, ki so bile letos na Rampageu, se pravi teh najboljše freeriderke na svetu. Vse poznam, z njimi sem furala, vem, kakšen nivo furanja je to in vem, da
sem tega tudi jaz sposobna, ker pač nisem prav kaj dosti slabša rajderka, kot so one. No. Štekam, hudo, da imaš ta mindset, se ga moraš imeti, če greš v kaj takega. In pač jaz verjamem, da mi je to rata. No. Ej, te pa tam ne bo jebal to, da je pa spet nek format, kjer ti je odrejen tvoj cajt. Kdaj moraš performati? Mislim, glede na to, da sem dala skozi World Cup, verjamem, da bom tudi Rampage spolala. No. Hudo. Kako pa ti komentiraš tiste, ki pravijo, da je Rampage zdali manj freeride, pa če zdali bolj slopestyle? Zdaj, mogoče pri moških bi se to strinjala, ampak ženski freeride je spet, sploh letos je bila ful velika plemenka že zaradi padca Godzeka, Silve pa Emila. Brutalno, ja. Moški Rampage je bilo res težko gledati, ker si sam čakal, kdaj se bo kdo ubil. Medtem ženski Rampage je pa, to je bilo pa prav veselje gledati, ker pa vidiš samo en progression, tako res vidiš, punce so imele super linije, pač videli se, da so kontrolirano pelale, da so pelale primerno svojemu znanju, a ne, nobena neka tako, pač bile so, pač pušale so te svoje limite, ampak ni pa nobena šla neki tok crazy narediti, da bi rekel, fuck, ta pa ni normalna, a ne. Ampak itak se vsak let puša naprej, veš kako se... Itak, ja. Ampak, pa tudi tako, meni recimo Rampage, meni cilj priti na Rampage pa zmagati. Meni je cilj priti tja in pač to odpeljati. Ker sem se, kad to naredim, pa je to. Pač v bistvu je ful tako, pač v World Cupu, ko sem virkala, sem se, želim si enkrat kvalificirati, želim si se pripeljati v top 10, to mi je rata. In v freeridu isto, pač želim si prijeti na Rampage in furati Rampage. Dajte špelci v komentar zapisati, imaš to vzpodbudno besedo, ker jaz bi tudi rad tebe videl na Rampageu. Bilo bi kar lepo, ne? Mislim... Ja, Hartman je nekaj cajta izjavil nazaj, da bi on bil tudi rad tam sam, ni mu še ratal do zdaj? Pri moških je to... Je zafukan. Mislim, tako je. Pri moških je ful več konkurence. Ne rečem, da pri ženskah ni. Je pa pri ženskah v zadnjih 3 letih bil ful upad big bike freerida. A je bil upad? Ful. Ampak so pa prilezli to, da so grejo sploh na Rampage. Tako bom jaz rekla, mogoče v Kanadi pa v Ameriki ne, v Evropi je pa ta cifra ful padla. Ne vem, včasih še kakšne 3-4 leta nazaj nas je bilo vsaj 5 Evropejk, ki je bilo sposobnih, ne vem, Innsbruck Whip of Jump pač skočiti, a ne. Zdaj jih je v bistvu 2-3, ki so se to šle, so v bistvu vstopile nazaj. Ne, da so nehale, ampak pač ne grejo se več toliko ekstremnih stvari, pač furajo one, ampak pač furajo ali drte, ali pač neke manjše jumpe, ali pa pač slope, ne. Ta big bike freeride je pa ful pri ženskah upadel in trenutno, ja, pač od Evropejk se že tako, pač jaz, Gemma, če gledam v Anglijo, Veronique Sandler. Ja, tudi reda. Veronique Sandler, zdaj sicer isto ena transformija bomo videli, če bo ostalo temu Delfin Boljard, ena moja bivša sotekmovalka iz AXS-a, isto je šla iz DH v freeride, ampak to je pa to, bile so ene Avstrijke, bile so ene Nemke, tako zelo perspektivne, ampak je v bistvu so se vse odločili, da bo pač toliko veliki jumpi, mislim, ta size, pa ni več. Že recimo za podotik, že zadnje 2-3 leta, ne, se trudimo dobiti še kakšno punco na ta jump, pa ne dobimo, stari. No, nekaj smo pa to načela, ko si to načela, mi pa povej, kako pa ti gledaš na to stanje zdaj s puncami, oziroma kako bi punce ti prepričala, kaj bi rekla puncam, ki malo razmišljajo o tem, pa si ne upajo, pa ne vem, kako bi pristopili k stvari, kako bi ti kot punca motivirala naslednjo generacijo mišk. Mislim, podmladka je pač fula, ne. A je? Mislim... A je pri puncah? Ja, jaz mislim, da zdaj bom jaz govorila za freeride, mislim, za freeride ga ni. Mislim, ne vem, ne vidim,
vsaj ne da bi jaz vedela, da je zdaj trenutno v Sloveniji pač kakšna mlada punca, ki si želi skakati velike jumpe in pač iti v freeride. Je pa kar nekaj pač nadobudnih downhillašic, katere se mogoče lahko v prihodnosti transferajo pač v freeride, ni pa spet nujno, ne. Jaz sem tekla še vedno tako pač big mountain freeriding ali pa slopestyle so res ene toliko posebne discipline, vsem toliko drugače kot downhill, ne. Toliko eni drugačni riski so, plus to, da infrastruktura pri nas pa podpora za slopestyle sploh bolj slabo, ne. Ja, če si doma narediš, kot si. Ja, tako kot Turk, Turk, ja. Za big bike freeride pač tako, teh velikih linij imamo kar nekaj, ne, kot imamo Podotik, imamo Črnuče, smo mi pač na Cukrci, pač moj Rocket Line, so potem Kope, pač teh velikih jumpov najdeš kar nekaj, ne. Samo spet, te jumpi so pa potem spet toliko veliki, ne, da pa pač nekdo, ki fura recimo regular park ali pa DH, ne, pa tudi ne bo kar šel. Tako da puncem bi jaz definitivno rekla, da se. Ja, če ti rečeš, ti orješ ljudi, no, sploh pač pri ženskah v freeridu. Tlele. Zato je dobro dati kakšen nasvet, ker si zdaj kle, ti živiš to, ti pač si v tem svetu, punce te po svetu poznajo, ti pač ciljaš na rampage, ne. Ja. Mislim, da se. Ja. Rabiš biti pa, tako mi se reka, ne smete biti strah. Ne smete biti strah, ne smete biti strah letenja, ne smete biti strah višine. Moraš v temu res uživati, pa moraš biti pripravljen se tudi polomiti. Štekam. Ker roko na srce, ni vprašanja, se boš, ampak kdaj se boš. In en kup teh dejavnikov je, ki jih pač moraš sprejeti, ampak če je ljubezen do tega dosti močna, boš tudi to prebrodil in pač šel. In tista, ki ima to željo, sam čim več furati, skakati različne jumpe, če se že gremo učiti kakšne trike, res izbrati en varen skok za učiti trike, ne pač kar en jump, ne. Ampak čim več furati različnih jump lineov, pridobivati na samozavesti in počasi, se pravi, iz, ne vem, štartamo na 4-5 metrskih, iz 4-5 metrskih na 80 in potem pač počasi naprej. Se tudi jaz nisem šla iz danes na jutri se vršiti. Ja, 20 metrskih. Je pa tako, se pa spomnim tudi jaz, ne. Takrat, ko sem nazadnje, ko sem dirkala downhill na Crankworxu v Innsbrucku, sem šla gor tudi potem Vipov gledati in sem lahko in sem jaz gledam tisto, kako so leteli, če sem rekla, stari nora, kaj pa jaz naredila, da bi bila enkrat tam z njimi. Ja. 2 let kasneje sem bila tam z njimi. Vidiš. In ja, Hudo. da, mislim, definitivno se da. Mene tako dostikrat ljudje vprašajo, kva meni ni čist jasen, ne, ampak ne vem. Sam, jaz bi pa tudi rekel, overall, star je pa dobro, da si imela downhill za podlago. Definitivno. Za moje pojme. No. Mislim, brez DH-ja ne bi bila kle. Ja. Pač downhill ti da toliko, pa ne samo izkušnje pač na bajku, Kilometrina sta. ampak tudi tako, kako predelovati stres, kako predelovati ta pressure pred tekmovanjem, kako se skoncentrirati, kako je takrat, ko je treba, ker recimo ful je tega. Imaš ful riderjev ali pa riderk, ki so ful hudi, ki namečajo ne vem kakšne trike, recimo, ko gledaš po Instagramu, a veš, ki so ful hudi, samo vse je drugo, prideti na event, tako, ko imaš recimo, ne vem, v Whistlerju, ko imaš Whipov, Boneyard, ko imaš ti v areni 5000 ljudi. In ti moraš v tisti 1 uri pač pokazati vse, kar znaš. To je pa spet druga zgodba, a ne? Se pravi, ta preskok iz enega park furanja ali pa Instagrama potem v realnost, da ti na tisti dan pač lahko pokažeš, kaj znaš. Tukaj se pa potem ta filter naredi, a ne? Štekam. In tukaj jaz vidim, da je ful, mi je DH ful pomagal, ker pač ta pritisk velikih tekmovanj pač je meni znan in ga nimam.
Pa še spet lepš prenašaš na kakšne stvari. Ja, jaz sem itak speedster, pač me itak vsi reče, tebi se vidi, da si nekaj vozila. Ja, pač, ja. Itak. A ne. Ne, je to podlaga, zihar. Recimo, jaz imam tudi pač klena ostrika, Nadja, ona recimo tudi ful velikih jumpov vozila, pa smo se pogovarjali, pa sem se stari, pa daj, zakaj? Pridno evente. Prav, ne, pač preživčna sem, ne moram in... Zase fura. Ja. Ej, daj pa povej, sponzorstva iz downhilla pa sponzorstva zdaj v freeridu. Ti si v bistvu zdaj realno iz te kariere napeglala pa kar ene par sponzorjev, ki so pa tako prav factory, ne? Ja. To ni tako, da si prek enega lokalnega šopa, da imaš malo kroma. Ti si zdaj v imperiju kromaga zapisana kot. Ja, pač Pa v pivotu, ne? Pa to. Imam pogodbo direkt s pivotom, pa direkt s kromagom, ja. Pa kromag, Maxis, pivot. Zdaj ti bodo vsi težili, če lahko popuste zritaš. Ja. Itak. Ej, ampak tako, koliko je pa to, da je težko ohranjati? Ti je težko, kako ta industrija gleda na freeride svet? Imaš tam kakšne prešerje pa zahteve, ali so ful razumljivi, pa ti dajo prosto pot, ti sam ustvari? V freeridu ti zelo pustijo prosto pot za ustvarjanje, zdaj spet je tako, ne. Stvari, ki se jih grem jaz, se gre toliko malo ljudi, da je že to samo po sebi za veliko sponzorjev pač kakorkoli dosežek ali pač nek dovolj dober razlog. Je pa spet tako, da če znaš ti to, kar delaš, še pretvarjati, se pravi v nekaj koristnega za njih, ne vem, ali je to content, ali je pač to neka ustvarjanje nekih vsebin, slik, whatever, ne. Ta ohranjanje v bistvu pol ni spet toliko težko, ne. Štekam, ne, ko si pa ful pridna, mislim, kle social si pa boostala, Matej, to kaj mori ali? Ful mori. Mori, Mori sploh zdaj v zadnjem cajtu, ker so se algoritmi toliko spremenili, da naravno pridobivanje novih sledilcev skoraj ni več mogoče, je v bistvu še vse za paywallom, plus to, da so se socialna omrežja kot sama ful spremenila, da včasih, je bilo to tako, pač včasih si šel na socialna omrežja pogledati, kva delajo tvoji prijatelji, pa kva dela folk, ki te zanima, ne, in ki jih followaš, kva delajo celebrity. Ja. Danes pa social media ni več social, ampak je samo media. Ti greš tja zapravljati svoj cajt oziroma dobiti tisto potešitev, ki jo tvoj odvisen možgan rapa, ne, in realno danes, ko gledaš, delijo se samo še, ne vem, pač neke provokativne slike nagih deklet ali pa video nagih deklet, ki imajo v ozadju povezave na OnlyFans. Si razmišljala, kdaj v OnlyFansu? Ne. Koliko vas je kle razočaranih, ne vem, ampak je pa še vedno en as v rokavu špela, ki ga imaš. Ja. To pa je. Sem imela celo ponudbo od nekoga, da bi mi ga vodil. Tako da. A jebeš? A je bil to ta ne pridi prav? On je. Ne. Na res? Imaš to? Hudo. Ne. Je to ne? Ne, to pač gre Strogo ne. čisto gre proti mojim načelom. Tudi če bi šla kariera strmo danes. Ja, pač to nisem jaz. Razumem, respektam to, hudo. To nisem jaz. Jaz pač, vedno sem bila proti seksualizaciji in objektificiranju žensk v športu. Ker jaz pravim, jaz nočem imeti, tudi če gledam svoje socialne omrežja, ne, jaz nočem imeti na svojem profilu folka, ki me sledi, zato ker ne vem, ker sem kao huda. Jaz hočem, da me folk sledi zaradi tega, ker se mi zdi, da hudo furam. Pa ker jim je všeč to, kar vidijo, kaj jaz delam. Ne zato, da bojo, ne vem, vsak moj drug video, poleg tega, da se furam, videli še, ne vem, kako je stane. Čeprav zdaj ne, če sva že kle. Ti si imela eno, ne vem, dolg nazaj, si imela pa neke te uniformice, nek page, ki si bila pod nekim pseudonimom. Kaj pa je bilo to? Kjere vode si tam jadrala? Cosplay? Ja. To še kaj prakticiraš? V bistvu ful ne, no. Ampak to je bila pa kakšna fora? To je bila pa čistko, ful me je vedno anime zanimal. To te še zdaj? Ja, anime me še vedno zanima, ampak pač takrat, to je bilo tako, bom čisto iskrena, to je bil cajt,
ko sem imela ful težave z mentalnim zdravjem, Aha. ko sem v bistvu bila tako na visokih dozah antidepresivov in sem nekako tako iskala nekaj še, da bi se zamotila drugače. Da nisem bike, Ja. a ne, in sem pač obožujem tako cosplay, obožujem anime, pač rada z veseljem, pač rada se tudi v kaj oblečem. Oblečeš, ja. Zelo Jure vesel. No, se zdaj, pač ni več cosplay, zdaj imam pa rave, tako da. Zdaj imaš pa rejve. Ampak to te je tudi kar utrgal, pa tudi vključuješ jih noter v svoj event, ne? Ja. In to nameravaš tudi početi naprej. Ja, v bistvu mi je ful ratal most narediti. Ja? Nisem tako pričakovala tega sploh, ampak v bistvu kako je to ratal. Pač na začetku je v prvi roki že mi bilo tako, ne. Pač hotela sem nekako, ja, bomo pač black metalce, ne, trash metalce pripeljali, pardon. Bomo trash metalce pripeljali na tretje. Sam pol tako ta drug rok, ki smo ga delali, sem rekla, čak malo. To je moj event. To je moj signature event. Če je moj event, se bo vrtela taka muzika, ki jo jaz hočem. Da si tudi drugač hodil? Ja, voda. Ja. Sem se rekla, ker ljudje, ki bodo prišli na moj event, tako pridejo tja zaradi mene. Ja. Mislim, zaradi mene. Pač, zato, ker jim je hudo to, kar jaz delam, pa ker jim je všeč moja ideja. Sem se rekla, pač, pa bo tudi muzika po mojem okusu. Hudo. In mi je ratal narediti tako nek most in je zdaj pač ful je smešen, ker pač tudi rada to muziko in ta tehno komponiram tudi pol v kakšne še moje reelse, pa bike videa, pa to. In ne vem, pa pač, pa grem pa na kakšen party, no in ko so tukaj v Ljubljani, tam sred publike, ne vem, ob 3 zjutraj, tam čakam, da bom šla na WC in pač, ne, pred WC-jem, pa tako letiva, ne, in tako tip vas sprašvicam, brez mače. A si ti ona, ki bike fura? Pa jaz tako, ja, pa tako, stari, jaz tebe sledim. Hudo. In to se mi zdaj tako ful dogaja. In tako očitno, pač ja, ratal mi je narediti tako nek most Ja. med, se pravi med muziko, med tehnokulturo, pa med bajkom. Ja. Tako da dejansko pač oni vejo, da pač ja, to je pa To ona, si hudo. ki hodi na partije, pa ki fura. No in to naprej peljala, nameravaš naprej peljati. Ja. Ja. Samo DJ pripeleš vse Ja. event, a ne? Ja, zdaj še tako, da v bistvu še temu, ki je bil headliner na mojem Forest Rave, temu DJ-ju pomagam še malo s socialnimi omrežji, pa s PR-jem, pa tako, ker mi je pač enostavno to vesele. In ja, zdaj itak pač, to je pa toliko smešen, ker ta scena je isto majhna, veš, in potem hitro se folk pač pokonekta pa vse in hitro folk pač pol zve, pa vejo, kam te povezati, pa dobivaš pa invite, pa guest liste, pa uno, pa tako, ja, pa daj priti na ta event, pa daj priti na ta, sem se kaj, jaz sem začela rejvati, ker mi je bilo to sprostitev. Ja, ja. Zdaj pa je že uno. Na zadnjem partiju, ki sem bila, sem imela že uno feeling, da sem na poslovnem sestanku. Že skoraj obveza, ja. Ja. Ja, hudo pismo, to se je res crossover dober naredila, ne vem, pa povej ta Rocket Jam je pa kaj bila fora, to se je pa razvili s česem. To sploh ni bila moja ideja. Kdo pa? Mislim, jaz sem imela idejo za svoj 30. rojstni narediti pač en tak privat jam, ko se dobimo, veš, pofuramo, malo muske, nekaj zapečemo, bla bla. Pa je imel pa Egi idejo, da bi pa, ja, kva pa če bi ti namesto tega imela svoj signature freeride event, pa kva je s tabo Egi, pa kdo na to hodil? Ja. Kdo prišel na moj signature event, kva pa jaz sem, a ne? Tako, ne, dajmo jaz ti dam parku, no, tretje. Ok. By the way, govora je o Agronu Imeriju, tudi znesem je zasliševalnico, hud model, ki ima bike park, kje tam prileti gor, ne? Leti je, ja. Egi je car. Ja, Egi je car, ja. In sva ja, potem speljala prvi Rocket Jam, se pravi na njegovi infrastrukturi in v bistvu se je bilo ful odziva. V bistvu prišlo je nekaj folka s tujine, ki sem ga povabila, to se je ful razvil. In dobesedno so pač po eventu so riderji, ki so bili tam, so zahtevali še. A res? Hudo. Hočemo naslednji let še en event. In pa je bilo tako, da smo imeli pa potem apetite, da bi pa nekaj svojega zgradili. Pa nam je Cukrca odprla vrata, da smo šli lahko graditi. A je ki zameril kle nič? Pa jaz mislim, da ne, ker jaz sem tako rekla,
pač nisem šla iz Egi Bike Parka zaradi tega, ker bi bilo karkoli narobe. Okay. Šla sem izključno zaradi tega, ker smo imeli željo po svoji liniji in ker smo imeli željo odpreti event za javnost. Štekam, ok. Pač pri Egiju so omejene kapacitete, a ne, in tam več kot 50 ljudi naenkrat imaš težko. Že zaradi parkinga in vsega, a ne. Pač Cukrca je pa vsem ples, kamor pa ti lahko spraviš več ljudi. In to je bil pač sole reason, zakaj smo switchali place. Hudo, ok. Ja, pa smo ga pa letos zapeljali, tako ko smo ga z Expotom, z bike testi, še Pivot je prišel z demo dejom, pač Monster se je ful vključil. Top. In smo speljali pač res hud event, sicer mene je mentalno skoraj spet pobrali, Ja, ne? kar je kar neki, ne? Ja. Na tebi. Tako da letos, za naslednje leto smo drugačne plane naredili, zato da pač ampak bo. No, Pa lepo. tudi rej bo. V to ne dvomimo. Zdaj pa še, In to ne samo en, ampak dva. se pravi, to že kar ne se pripravijo. Ja, pri parti bo, se pravi, pred Rocket Jamom bo prav pač rave, Ja. ki bo odprt za javnost, ki bo odprt tudi za techno community. Hudo. In v bistvu imamo željo pripeljati celo enega tujega DJ-ja, Ja. tako da bo kar No, da pa se bomo spremljali. Zdaj pa še to, ker ne moram mimo tega, da ne bi omenil, oziroma da bi šla čez to. Čez vso to tvojo tekmovalno kariero, pa čez to freeride kariero, si ti v bistvu vmes naredila še magisterij. Ne? Vmes sta, z mamo oziroma s fotom, to ti povedala, ste začeli delati Maxis, oziroma delati še na bike sceni z deli, s komponentami, s tem, si v bistvu še biznisirala? V bistvu jaz sem pri 22 letih, se pravi cirka 2015 sem jaz s pomočjo moje mami odprla firmo, Ja. ker sem začela v bistvu delati kot prodajni predstavnik za tuji distributerje. Hudo. V bistvu to delam še danes. Še danes. Maxis je bil tudi pač del tega. No, in v bistvu se pravi, magisterij si kokalna, to si postavljala, neki cajta, valjda so starši financirali te tvoje podvige, kot si rekla, brez njih ne bi šlo. Od kje naprej si potem začela sama zase skrbeti? V bistvu od 2016-2017, se pravi, pač ko sem začela delati, kljub temu, da sem še študirala, sem v bistvu financirala vse sama. Bravo. Se pravi, jaz sem pri 26 sem se preselila od doma, a ne, od takrat pa pač tudi, do takrat sem živela doma, ampak pri 26 se preselila od doma in od takrat financiram vse sama. Čak, prvotno si bila iz Ljubljane? Ja. Pa ste se preselili kam že gor? Gor, blizu Janč. Blizu Janč, v naravo. Ja. Si kaj pogrešala Ljubljano ali ne? Ne, Ne, tem je place to be. Ja. Okay. In zdaj si v najemu. v Črnučah. Aj to, mislim, ne vem, koliko je to varno zdaj. Podatek, ker imamo ti spolne plenilce, ki te spremljajo tam lepo. Tako da te bojo tam lepo Črnučah iskati. Se imam varnostnika. A imaš varno, lej, ti nič nekje okrog Ljubljane. V glavnem, ok, in celo si vse to furala, bila podjetna in zdaj sta v bistvu še naredila Interride. A je to možno? A je? Mislim, Interride firma obstaja že zadnje 6 let, kar sem pač jaz na svojem SP-ju, zdaj sem v bistvu sama, ampak prej sem delala izključno B2B, se pravi, delala sem samo za tuje dobavitelje, nisem neki javno šla v to, zdaj pa pač, odkar je pa Jure pač prišel, zdaj delava pa pač skupaj in delava pač tudi za končne stranke, se pravi, servise, bike setup in take stvari. Poleg jaz pač nudim še marketing, posredništva. Hudo? Tako da smo se zapakirali potem zdaj v neko javno zgodbo. Se pač ta zgodba obstaja že zelo dolgo časa, sam pač ni bilo potrebe po tem, da bi jaz javno to izpostavljala, pa govorila, ker sem imela sem redne
poslovne partnerje, a ne, s katerimi smo pač na veleprodaji delali in ni bilo pač potrebe potem, da bi, ne vem, zdaj se propagirali ali pa kar. Na velik zvon obešala. Ja. Ampak v bistvu, ko kdo reče, s tem imela kakšno zaposlitev, je to v bistvu to. Ti si ves ta cajt hustala. Ja, jaz sem v bistvu od vsega začetka freelancer. Freelancer. Ja. Kar nekaj let delovne dobe že imaš pol. Ja, je v bistvu od 2015. No, hudo. Kaj še ciljaš, da boš kaj vkomponirala noter? Kakšni so plani za naprej? Je v bistvu zdaj, a ne, pač z Juretom smo itak štartala letos aprila, zdaj sem skupaj tako, da cilj nama je v bistvu povečati krog strank, a ne, se pravi, imamo v bistvu že ful rednih strank, cilj je v bistvu še pač povečati ta krog strank, tudi malo še trail building vključiti, ker pač Jure je tudi ful rad builda traile. Letos smo v bistvu že naredili, recimo glih pred Flat Outom smo Pump Track gor naredili, se pravi za festival. Tako da ta prva referenca je bil nekako ta moj Rocket Line, ki smo ga od Cukrci naredili, pa smo od Cukrci delali še Pump Track. Pa naj jo je Jan poklical, če prijedemo Pump Track gor narediti. Tako da se tudi tukaj premika, no. The best. Tako da res pač delamo vse, v današnjih časih vse pač od štoka do otroka delamo, no. Ej, kire brende zastopaš lahko ti zdaj? Kaj imaš? Ja, trenutno zastopam še vedno Maxis. Se pravi, Maxis je pod mano, sicer se je dobavitelj zamenil, ampak pač za Maxis, kakorkoli v Sloveniji še vedno zaenkrat skrbim jaz. Marin kolesa. Marino imaš tudi ti? Ja. A res, hudo? B-Fly, ali to smela tudi? Zdaj z B-Flyem je tako, trenutno gre za razprodajo zalog, zdaj bo, ker je šel lastnik B-Flyja v stečaj, a bo brand obstal ali ne, še ne vemo. Tako da bomo videli naslednjo sezono, a bo nova kolekcija ali ne, ampak trenutno smo pač v razprodaji te kolekcije. Štekam. Drugače pa ja, Marin, Maxis, FSA še vedno. Hudo, kaj imaš novi tek? Ni smela? Nova tek je šel zdaj itak tudi dealer direkt, ampak Microshift tudi. Microshift, ampak pač primarna sta sigurno Maxis pa Marin. Štekam. Ej, kaj razmišljate, mogoče da bi šla pa kdaj v svoj bike shop ali to pa? Ne. To pa ne, ja? Ne. Nočeš tega? Ne, nočem tega. Ja, razumem. V bistvu smo tako, delujeva nekako po istem principu, kot delujejo avtobrokerji. Se pravi, midva lahko, pač jaz lahko dobavim skoraj karkoli. Se pravi, stranka pride do naju, pove, imela bi tak pa tako kolo, ali pa to upremo, da mi ponudimo. Midva pripravila ponudbo, pa potem ali to pripeljemo s tujine, ali karkoli. Bolj na tebi, ja. Ja, v bistvu smo brokerji, a ne. Hudo. The best. Tako da sistem, ki ga pač mogoče še ni pri nas toliko uveljavljen, ampak ja, v bistvu delava kolesa koles po naročilu, čisto pač broker reče, ne. The best. Ej, a gremo na vprašanje fanov? Lahko. Lej, sej, tiste sem izpustil, kakšne sem pustil noter, ki so v redu, ampak načeloma so bili kar kulturni, no, kakor hili. Daj pa, jaz jih bom preberal, ti reč naprej, nazaj, pa tisto, ki so pa itak govorila, pa ne bom vprašal. Ok, a si spremna? Sem. All right. Ploh ali deha, kdaj gremo vsi trije na kavo? Ja, ne vem, ko povabiš. Povabiti moraš. Ok, Max Titovšek. Ok. Kakšne gate nosiš za bike? Ker mene tele tangiče že kar fajn žulja. Kakšne gate? Imaš brazilke? Večinoma imam res brazilke in to čipkaste. To je pa zdaj za vas publika, tako da jaz samo gano brazilke. OnlyFansa ne bo. Pokopljamo te sanje. Tako da sami si ustvarite te slike v glavi. Domišljija je na vam. Lian Haberman, koliko stane takšno kolo, kot da imaš ti? Kaj bova dala pivo ta DHja? Ali bova dala kakšnega e-bike? Kjer ga imaš? Ja, po moje je še vedno najdražji, ki ga imam, ta pač pivo. Zdaj ne vem pač, ker jaz neka pač so sponzorski deli to. Ja. Ampak tako kolo je 10 jurjev plus. Je bil, ne? Gladko. Ok, to je sicer mogoče malce osebno vprašanje.
ga pa nisem jaz postavil. Tako da Saša Podbreznik, Špela, kdaj boš imela dojenčka? Ne vem. Najprej moram Rampage odfurati. Po Rampageu. Ja. Tako da, ok, v redu, se podpiram, slediš svojim sanjam, zato bo še cajt. Oblak Nace, koliko bajkov na sezono dobiš? Kakor kakšno sezono. Aha. Ampak načeloma enega. Se je tudi zgodilo kakšno sezono, ko sem dobila okvir, pa še en cel bajk, ampak čisto iskreno, bila sem tudi že na točki, ko sem imela doma čisto preveč koles in sem ugotovila, da se itak vozim sam z 2 in je pač pol, zakaj bi imel toliko koles sploh. In raj vidim, tu mi se, če že kar govorimo o sponzorstvu, raj vidim, da dobim tisto, kar res rabim, kakor pa pač, da bi me zdaj obmetavali z vsemi možnimi različnimi bajki, a ne, ker pač bilo je obdobje, recimo, mislim, da je bilo lanskih ali predlanskem, ko sem imela e-bike, DH-ja, Slopa, Endurota in pač na koncu Slopa je prav gledala sem. Slopa sem pelala na 2 eventih. In drugače pa v garaž. Ja. Štekam. Ampak une 2-krat je pa prav prišel. Ja, ampak, a veš, Ja, štekam. brez Ampak veze. si pa na nivoju, da ti ni treba več stvari kupiti. Ne, hvala Bogu. Hvala Bogu, da so te cajti minili. Hvala kurcu. Ok, zdaj pa najverjetneje ta eden izmed tvojih kakšnih sponzorjev ali pa partnerjev, Dabmus, oziroma Dirt Specific, ima 2 vprašanja. Koliko bunny hopa narediš in koliko si dala za Dinderl? Kaj je Dinderl, Špela? Dinderl je, v bistvu ni ampak je Dirndl. Ok, To je Kaj je to? nemška beseda. Dirndl je v bistvu bavarska narodna noša. imaš jo, Imam jo, original. original. No, koliko pa si dala pol za to? Ne, 700 evrov. Kako pa je prišlo na to, da si jo vzela? Bivši. Bivši je hotel Pač bivši je, tebe imeti v tem. ja, pač bivši je bil diehard Bavarc Ja? in on je hodil na vse Volksfeste in pač z njim nisi mogel iti na Volksfest, če nisi bil po regelcih oblečen. Je pol on odkartal ali si ti odkartal? Jaz sem odkartila. Če si ti je že toliko želel, ne? Ja, bi lahko. Bi lahko on odkartal. Vse zato je pa bivši. Aha, a bi rekla, da tudi Nemci ne veš to, kar je bil? Definitivno ne. Ne, definitivno ne. Ok, to sva že, Gabriel, Banihop pa ne vem, nikoli ga nisem merila, iskreno. ga pa narediš. Ga pa naredim, ja. Ga pa narediš. Ok, to sva že, kako sem začela. Blaž Winkler, dragi Kristjan, prosim razloži nevernici, katere gume so najboljše. To ima Conti Maxis Beef. To je beef, ali kaj? Ne vem, če je beef. Vsak ima svoj pol. Mislim, tako bom rekla, No, dej, ustrel. probite novo high roller trojko, pa pač povej mnenje. Ja, no, ne vem, kaj bo letel, kaj je Mislim, zastojn glej, tlele noter. glej, Jaz si jo kupil nam, ne. Mislim, Izvini ti Ramba. ja, pač, In so naredili še jačo gumo. mislim, jaz sem tako rekla, kar se teh stvari tiče, ne Maxis ni pač, oboje so vrhunske gume. Ja, valjda. Pač enostavno je osebna preferenca. Lej, jaz pač vozim in delam za Maxis zadnjih 15 let. In to je pač, lej, to je brand, kateremu sem zvesta in ne vidim zdaj razloga, zakaj bi zdaj na tej točki v svoji karieri Menjala. pač šaltala na drugega proizvajalca, če toliko časa delam za njih. Pač lej, zastopam to znamko, podpirajo me toliko časa. In jaz sem jih hvaležna za njihovo podporo, imajo super gume, sploh ta nova high roller trojka je odlična. In sem vesela, da imam toliko lojalne sponzorje, ki me pač podpirajo več kot 10 let. In se jaz to strinjam, jaz sem klep hvaležen Kontiju, da mene podpira in podpira te moje projekte. Pa javno priznam, da par let prej ne bi vozil Konti z unimi nekimi starimi baronkami,
Zdaj so šli pa v novo zgodbo in sem navdušen. Sem pa slišala, da so te kriptotalke pa tudi dobre. Mislim, se na vse zadnje sem imela, je bil moj dragi pač Na kontiju. na kontiju, Ja. dokler ga nisem prosila, da je doma gor Ne Maxis. imel izbire, tako da vsak bi klonil tam, a ne? Ja. No, vidiš. Gapos 96 sprašuje, če si samska, ampak jaz mislim, da če do zdaj zdržal, je že večkrat dobil odgovor, da Nisem. nisi. Da si kar srečno v vezi. Zelo srečno. Ja, ne, mora biti zadeva resna, če sta šla skupaj v biznis. Ja, mislim, Ja. pač živiva skupaj, tako da No. Žal. Matic Črne, na svet, kako čim boljš prepričati kupca, da kaj kup. je odvisno kaj. Ja. A bi rekla, bod ti ali mu malo moraš lagati? Laganje se nikoli ne poplača, zaradi tega, ker jaz pravim, da najboljši način za prepričati kupca, da nekaj kupi, je, da, pač, da ti v nek produkt, ki ga imaš, prvič v produkt, ki ga prodajaš, moraš res verjeti. To je dejstvo. Ker na podlagi tega, da ti v ta produkt res verjameš, lahko ti podaš iskreno mnenje stranki. In to se pač res, pač vidi se, kdaj je nekaj naučeno, pa kdaj je nekaj res iskreno iz tvojih izkušenj, nekaj, kar verjameš. Saj veš, pridejo zavarovalni agenti, pa ti vsi isto zgodbico razlagajo 1 uro, ki pač imajo dobesedno od črke do pike naučeno, kaj morajo reči. Pa mogoče pušajo tam, kaj mačka več njim ostane v žepu. Pač ja, in Ja, razumem. pač je za mene tisto, kar me kdo vpraša, ja, kakšna se ti zdi pivec. Pač lej, jaz furam te bajke, mene pivec pač podpira, jaz sem s temi bajki ful zadovoljna. Jaz ti pač lahko povem, da se splača ta kolo kupiti, odločiš se pa potem sam, ampak pač to je moj iskren mnenje. Jaz se na koncu res ne mu prepustiš izbiro. Točno to. Zdaj pa ta vprašanje, tako malo ne, mislim. Denisija ga zanima to. Body count. A v Call of Duty to je kaj? Ja, po moje je kolo ti misel. A si igrala? Ja, sem ja. Kako pa šli na body count? Ja, veš, da ne vem, ampak tako, v dobrih cajtih sem jih tako, vsaj kakor sem jih, včasih sem jih tako pošicala tudi kar tako, po 118 na špil. Tako. 118 na špil, to je bilo kar hooked in. Ja. Veliko Ampak, sem bila pa tiste vrste, ki jih vsi sovražijo. Kaj, Sniper camper. Sniper camper, ok, razumem. Ja, to pa kar to pa. Ampak je tako fajn, ne? Kaj ga snamaš. Ok, upam, da ste dobili svoje odgovore. Zdaj pa špelči počas prehajava v zadnji del najne seanse, pa mi boja, sva kaj pozabila še. Poškodbe mogoče. To sem imela veliko. Kaj je bila najhujša poškodba, da mi to povej, pa kva ne bi nikoli več imela? Hematom vrance. Hematom vranice. Ja. To si pa prigarala kje? V Trbovljah na Si treningu. fasala? Ja. Kaj si dobila balanco, ali kaj si dobila? Ja, v bistvu sem tako padla sem tako na stran in me je kolo tako zaklenil, pritisnil v lase in mi je v bistvu tukaj me je stisnil v prsnem košu, da mi je porinil v bistvu malo organe na gor pa na dol. In se mi je v bistvu zakrvavela vranca in pač se mi je izlil takrat pol litra krvi v trebuh. In to je bilo res tako. To je bilo prvič, da sem mogoče imela tako neka malo near death experience, ker v tistem trenutku pač ti začneš skupaj padati, potem te pa popade refleks bruhanja, pa driske in oboje je kri. Se pravi, in bruhaš in serješ kri. In v tistem, pa sem jaz skupaj padla in sem videla v bistvu tako, kot da bi imel čez tak rdeč filter in vidiš sebe tako iz ptiče perspektive, kako ležiš tako tam s kolesom na travniku na tleh. Imaš Insta360. Ja. Insta360. Insta360. Ok, bed, kaj je bilo še kaj tacga? To je bilo kar bed. Vranca ni všeč, hvala Bogu me niso operirali, tako da se zacelila sama, sem bila mlada. Kolena so tudi kar jeba. Vse kar je kaj sklepov, ne? Kolena so kar jeba, pa pretresi. Ja. Pretresov sem imela preveč in imam kar posledice,
Bi rekla, da imaš posledice. Ja. Kje to izstopa? Ja, ful imam tako, pogosto glavobole imam. Oj, to pa je bedno. Ful se tenziški glavoboli pojavljajo. Pa kaj moraš takrat biti v temi, pa velika dole cufati ali... Pa v bistvu nič ne pomaga, edino kar pomaga je tablet, ker če ga ne vzameš, grem lahko spat, pa se bom zbudila z glavobolom, mislim. Tako da to je kar bed, ja. Ampak definitivno, pač kar se poškodb tiče, poškodbe notranjih tkiv, se pravi organi. Kolen je tako. Dolgotrajen proces rehabilitacije je in je to tako res ti pobere kup ene volje. Imaš pa zdaj manj poškodb v freeridu kot v downhillu. Ja, In ne tako ostanejo, ne? ja. Še tole, kje se vidiš razen Rampage še naprej? Deva reči, kar dalje, čez 10 let. To je pa res težko vprašanje. Ja, ker približen. Imaš to... To nazadnje me je to vprašal zavarovalni agent, ki mi je hotel prodati življenjsko zavarovanje v sklade. A res? In te vprašal, kje se vidiš? Kaj si pa njemu govorila? A hočeš res odgovor, kaj sem njemu govorila? Ajde, vstreli. Človek ne vem, jaz nekjem čez 5 let. To smo rekla. Uldej. Tako da jaz sem zelo slab, mislim tako. Ok, vidim, da si postaviš nek, pa dobro, se Rampage 3 Lej, leta. jaz bom tako rekla, pač definitivno si želim ostati v bajku. Kar se tiče bajk kariere, Tanja, Rampage bi rada speljala, zdaj ali mi ga bo rada speljati ali ne, začela bom ta projekt, če pridem. Koga boš vzela za šejperje? Ja, Jureta pa Blaža, pa Maxa. Tam slovenska ekipa. Hartman odpade? Ja. Imaš ti svoj kor Mislim, tako modele? pač spoštujem Hartmana, Ja. ampak pač njegov stil builda ni moj stil. Štekam. Pač on je tako res, on je res tako, izhaja iz drta, Ja. pač te trije, se pravi moja ekipca izhaja pa iz DH-ja in pač vejo, kaj jaz rabim, pa na čem sem jaz kamfi. Do optimum performance. Tako je, tako da njih tri. Kakšna svoja bajta? Ja, mislim, Flat. definitivno je tako, pač ta projekt Rampage si želim speljati, potem pa ostala bom definitivno v kolesarstvu, ker pač to je moj life in tudi brez tega si ne predstavljam sploh živeti. Drugače pa ja, pač želim imeti v prihodnosti nek svoj place z Juretom, nekje v Gmajni. Bi bila v Gmajni? Ja, v Gmajni, stran od vsega, stran od ljudi, tako en huge backyard, za drte, za motorje, Dober plan. Sara uvuzenica gor boš ta živela. proge. Kako tam je Pač- zemlja. Tako bi imela, no. Tak, če bi en tak Travis po strani life živela. Ali pa Axel Hodges. Mislim, tako, pač ena bajta, pa pač plet za proge, za motor, za bajk. Bravo. Všeč mi je, nisi una Tako. pičoka kasanja, neki fancy vilo z bazenom, flat v centru Ljubljane. Jaz prihajam, jaz sem živela v centru Ljubljane. Ne. I did that, done it. Ja, ok. Ej, zaključna misel za vse tvoje fane. Nikoli ni za nič prepozen. Mhm. Sploh zdaj, ki je Lindsay Vonn zmagala po 6 letih. Svaka je čast. To je bilo ful dober dokaz. Nikoli nisi za nič prestar, pa nikoli ni za nič prepozen. Pa pač jaz res, sicer to se bo slišal ful klišejsko, ampak živite svoj life tako, da vam na koncu v tej nasmrtni postelji ne bo žal, da česa niste naredili ali pa da česa niste probali. Ker takrat bo prepozen za vse to. Noben na smrtni postelji še ni rekel, stari, ej, upam, da lahko bi res več delal. Ja. Pač vedno je bilo tisto, ljudje so vedno obžalovali tistega, kar niso naredili, pa kar niso probali. Tako da pač življenje je samo en in pač naš čas na tej majhni skali sred vesolja je tako omejen, da pač dajmo si ga narediti tako, kot mi želimo, ne tako, kot družba pravi, da bi mogli živeti. Zelo lepo in deva kar s to mislijo lepo zaključiti. Hvala, ker si vzela cajt, da si prišla klele. Bilo je lepo. To je to, kje te lahko spremljajo?
Na Instagramu, na TikToku, Pocket Rocket, Pocket Rocket, pač taj 93, isto na TikToku, pa Interride. pa Interride, ja, www.interride.si, pa pač business account, ja, na interride.si. The best. Imate to, folk, upam, da vam je bilo to všeč. Lajki, share, subscribe, prijav se na Špelo, sledi. OnlyFansa pa ne bo, tako da Špel še eno petko. Ja. Gas! Čuske!